Lep dober večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu. Še zadnji odigran teden, odigran vikend v tem prvem delu sezone je za nami v prvi ligi Telemach. Kar nekaj izjemnih zadetkov smo videli v tem vikendu. Moram reči, da bo izbor za najgol izjemno pester. Ampak grem najprej kar kolegu Dejanu Obrezu. Dejan, živijo. Pozdravljen Miha, jasno pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. Ljubiteljicam in ljubiteljem oddaje Pod prečko, teh je vse več in tudi nocoj ne boste prikrajšani za pravi nogometni spektakel v malce drugačni luči, kajti res imava z Miho ob sebi dva eminentna gosta. Miha, boš začel ti? Ja, dobrodošli v oddaji Pod prečko, to je Pod kot prečko, prvo. ja. Kaj naj rečeva, Dejan, z Dejanom? Resnično sva počaščena in vesela, da nam je že v tako zgodnji fazi naše oddaje pripeljati tako velika nogometna imena iz našega prostora, tako da sta danes z nami Zlatko Zahovič. Zlatko, živijo. Dober večer. In pa Amir Ružnič. Dober večer, dober večer. Dejan, mi smo bolj naživijo v tej naši oddaji. Ja, tako smo rekli, ne? Ja. Nogometna debata. Nogometna debata. Zlatko, da mogoče odpremo to temo. Tenis je še aktualna disciplina pri nas oziroma šport? Aktualno in zmeraj bolj. Zelo aktualno. Ko sem dopoldan, ko sem se vozil v Ljubljano, Zlatka poklical, da sva malce pokramljala o temah te oddaje, je bil še malce zadihan, torej je bil praktično sredi treninga, tako da ga moramo pohvaliti. Resnično je prizadeven, še naprej teniški lopar se vihti. Kdo je bil danes žrtev? Dobre volje sem bil, ne? To pomeni, da sem zmagal. Aha, dobro. Ne bomo pa povedali, kdo je bil žrtev. Kaj pa Amir? Pri meni tenis. Ne, jaz sem bolj treniran ta ribica, pa kakšno kvalitetno vino ob morju, tako da jaz vam bolj ta trening. To mi bolj odgovarja kot tenis. Amir, sem pa prebral, da v nekem obdobju zdaj agentskega vašega življenja je pa tek bil priljubljena zadeva za sproščanje. Zdaj, dobro, moram priznati, hodim. Dosti hodim, ampak teč žal pač niti se mi da, niti ne morem. Tako da leta že malo slika. Ampak zdaj pa prihaja tisto obdobje, ko menedžerji oziroma lepše se sliši po slovensko zastopniki nogometašev imate največ dela, končalo se prvenstvo, za vas pa se pravo delo šele začne. Ja, to mi imamo pač ta dva termina, ne? Januarski pa poletni. Recimo ta januarski je, bom rekel, malo tak, lažji, krajši, čeprav jaz sem, da potrkam zadnje 3 sezone, imel januarskega boljšega, kot je bil poletni, tako da ja, zdaj se v bistvu za nas začne delo. Se mogoče, Zlatko, podobno iz vidika športnega direktorja. V Mariboru ste veliko, pogosteje bolj kadrovali recimo v zimskem času, pripravljali ekipo že za naprej. Ja, res je, ampak tukaj Amir je povedal drugi del stavka. Prvi del stavka pa ni povedal. To pomeni, da ko pride januar, je že vse pripravljeno. Tako da je lobiranje, večerje, kosila, možnosti, zmožnosti, tako da je tu delo pred tem zelo veliko. Tako. Se strinjam. Ampak to je zdaj to obdobje, to decembrske, ko je potrebno vse urediti za januar, da se potem pristavi samo podpis. Pa dobro, obdobja so 24 ur na dan, vsaki dan, tako da ni tu zdaj neki, da rečeš, da je, ne, dela se pač non-stop. Na koncu ali je iskra ali ni iskra, ampak pripravlja se pa non-stop, ker to je en velik posel in treba vzdrževati dobre odnose, treba vzdrževati stike, treba videti, treba je poklicati, da si tukaj, da se te ljudje spomnijo, seveda potem kdaj in kako pa se sklene krog, je potem odvisno od marsičesa. Miha in Amir, verjamem, da nas vse tri zanima, čeprav Zlatko ni več aktiven nogometaš, kako je zdaj z njim v tem prestopnem roku, kajti tudi o Zlatku se veliko govori, ima precej snubcev tudi v tem obdobju, ko jih morda sam niti ne želi, niti ne išče, ampak definitivno je slišati, da si vas močno želijo, recimo tudi pri sosedih na Hrvaškem, zagrebški Dinamo, koliko je resnice v tem? Dobro, jaz mislim, da bolj kot za Amirjem menadžerjem, zame je bilo dobro, da se bomo s kakšnim za dieto, ne, se pravi, pogovarjam in tukaj nekje bi bilo malo lepše in boljše. Kaj se pa tiče tega, ja, ne iščem
Ampak, če bi se kaj zgodilo, bi dobro razmislil. Sem pripravljen, definitivno, ampak ne iščem. Če bi začel iskati, bi ga zagotovo se krog sklenil. Smo lahko mogoče še bolj konkretni glede tega Dinama. Je torej bila ta neka iskra ali je to čisto Jaz bi rekel bolj novinarska? folklora. Folklora, seveda, ko se zavrti, Dinamo velik klub, mislim, da tudi moja preteklost nekaj pomeni in se zavrti vsak dan eno izjavo, seveda to potem nastane folklora. Zlatko, tu se mi je zdelo, da ste nekako bili bolj gostobesedni s hrvaškimi mediji, vsaj tako je bilo opaziti, kot slovenskimi v zvezi s temi izjavami in ponudbo Dinama. Ali so to hrvaški mediji nekako bolj napihnili? Mi smo vseeno, 32 let sem bil v nogometu, od tam, ko je šla zgodba, daš prioriteto. Jasno je, da potem tudi slovenski mediji nekaj malega, ampak od tam je šla zgodba. Pa sta z Darkom spregovorila kaj o tej možnosti selitve v Zagreb? Ne, nisva, ni potrebe. To so stvari, zrastejo same po sebi in potem bi sigurno, ampak ni potrebe. Vrnemo kar žogico tudi na Amirja, glede na to, da ste zastopnik Darka Miljaniča med drugim. Je bilo v tej kombinaciji kakšna opcija, da vas prišel kakšen telefonski klic? Konkretno govorim, ne samo zdaj medijsko. Zdaj, če sem čisto iskren, pošten, z Darkom sem tudi govoril na to temo, glede na to, da je Stojanović, ki je tudi moj klient, še vedno član Dinama, bi konkretno glede njega mene iz Dinama ni klical noben. Ne bi me pa čudilo, da bi Darko in Zlatko bili kandidati Dinama. Mislim, da bi to bilo po meni nekaj čisto, ne bi bilo presenečenje za mene, no tako, čisto, če govorim iskreno. Zlatko, mene v teh dneh bolj veseli predvsem eno dejstvo. Tudi če boste sprejeli ponudbo Dinama ali ne, ali je sploh bila ponudba ali ne, ali bo prišla ali ne, ampak predvsem to, da zdaj niste več na tistem bregu, ne bom več deloval v nogometu, kar je bilo slišati nekako z vaših ust še pred kratkim. Zdi se, da vas vendarle zdaj počasi Ni pa že bilo z vleče. mojih ust tako. Ni Jaz bilo. sem rekel, da bi moralo biti nekaj velikega. Kar Dinamo definitivno je. Da so torej vrata za nogomet pa vselej odprta. Ja, nisem rekel, da ne. Jaz sem rekel, da bi moralo biti nekaj velikega. Morate vedeti, da kot nogometaš in kot športni direktor sem deloval 32 let, 28 lovorik, ne vem, 7-8 lig prvakov, Lige Evrope ne vem koliko, golov ne vem koliko, reprezentanca in vse ostalo. Se pravi, to je moje življenje, ampak vseeno, mislim, da si zaslužim nekaj velikega, če ne pa tudi v redu. V Sloveniji pa za zdaj ni nič dovolj Ne, v veliko. Sloveniji je samo en klub obstaja, to se ve. Ne zame, na splošno. Na splošno celo. Tujina bi bila verjetno Portugalska tudi zelo mikavna zgodba. Spomnim se, pred leti že ste se malce bodi si spogledovali ali pa razmišljali o tem, da bi mogoče to portugalsko nogometno šolo, zlasti mislim, da je bila Benfica takrat v igri, ste razmišljali. Se govorili recimo medijem, predstavljali to njihovo zgodbo? Definitivno. Benfica, Porto, to sta dva velikana, skupaj 4-krat prvaka Evrope, da bi me to definitivno zanimalo. Ampak sem šel iz portugalskega nogometa, bi zdaj zelo težko se vrniti, se pravi, zelo težko gre imič, je že drug, nisi več med ljudmi, drugi prihajajo, to je že malo težje. Ampak zdaj, ko sta omenjala Portugalsko in Benfico, me je zadeva nekako vrnila skoraj 3 desetletja nazaj. Verjetno bo Amir počasi že vedel, o čem govorim. Njegov matični klub Izola je igrala z Benfico, mlajše generacije tega verjetno niti ne vedo. Izola je bila takrat, da ne rečem slovenski velikan, igrala z Benfico. Kje so zdaj tisti zlati časi Izole? Kaj se dogaja? Se pravi, res je. To je bilo 92. Prvo tekmo smo v Lizboni izgubili, mislim, da je bilo 3-0. Doma v Izoli smo izgubili 5-0. Tako da izpadlo je, da smo tam boljše igrali, nismo šli čez center, da se razumemo. Ampak je rezultatsko bilo boljše. Kar zdaj, če me sprašujete, kaj se zdaj dogaja, vem pač to, kar vem iz medijev, ne vem dosti več od vas, kar prečitam. Jaz lahko povem pač iz mojega zornega kota, jaz imam sina tam, ki je v selekciji U12, zadovoljen je, dobri pogoji za delo so, občina je zdaj naredila 2 pomožna terena, tako da dobri trenerji so, tako da jaz pač,
ko vidim otroka, da je zadovoljen, sem zadovoljen tudi jaz. Zdaj pa, kaj se pa dogaja s prvo ekipo, kaj se dogaja z vodenim klubom, to pa res ne bi bilo zdaj nekorektno od mene, da jaz zdaj nekaj, ker ne poznam zadev. No, ampak vseeno, takrat pred tekmo z Benfico, se spomnim, je izolski stadion doživel neke spremembe, nova tribuna se je zgradila. Je res to bilo poglavitno osnovni razlog za to, da je Izola potem šla tako nizko? Je bilo tisto finančno izčrpavanje, recimo temu tako, res edino odločilno, da je Izola zdaj tam, kjer je? Ja, mislim, dobro, zadeve so tam začele, potem končale so se 95. Takrat je potem klub v bistvu, to se je vleklo. Zdaj tista tribuna, zdaj jaz sem takrat bil še mlad, zdaj ne vem točno, kako je bilo, govorilo se je, da so se tam za tisto tribuno neki krediti vzemljali, se pravi, ne vem točno v detalje, ampak dejansko se je kriza Izole začela pač po tej sezoni, ko smo bili v Evropi, ko smo igrali z Benfico, potem je šlo strmo navzdol. Ta tribuna, ki nikoli dokončana pravzaprav, ne? Ja, v bistvu tribuna še stoji, ne? Tribuna je, ampak pač je takršna pač, kakršna je. Tako da... Prosto, da tribuno se ne dotika, ker tam je začel vzpon NK Maribor. Izoli? Darko Milanič, ti... To je širša zgodba. No, moja zgodba s to Izolo pa se je začela v tem nesrečnem letu 95, ko sem kot še mlajši od Amirja prišel v Izolo nadobuden. Amir je še bil tam, ampak on je bil že dogovorjen. Jaz sem potem šel v Maribor. Ampak generacija je še vedno bila prava, pa vseeno se je že nekako čutilo tudi zdaj za te sedanje razmere, si ljudje niti ne morejo predstavljati. Takrat so izklopili v klubu vodo, tuširali smo se recimo v Simonovem zalivu, res prava burleska. Škoda, ker je Izola kot klub, pa moram zdaj kot Izolan to pač povedati, čeprav vem, da v Izoli to ne bo všeč, ampak mi ob Kopru bomo težko kdaj lahko parirali, ne? Ampak Izola ima nek svoj čar, nek svoj imidž, tako da mi Izolani smo tako zelo privrženi mestu, samemu okolju. Ampak zdaj nek projekt obstaja. Damir Skomina je prevzel predsedniško vlogo in dejal, da ima visoke načrte, da želi Izolo vrniti med prvoligaše. Ampak mesto verjame v to, menite, da je dovolj energije, da odgovorni recimo stopijo skupaj? Zdaj, veste, kako je v nogometu, Zlatko tle ve sigurno najboljši. Spravi, rezultat je ta, ki dela potem tudi v mestu impuls. Če bojo rezultati, če bo Skomini ratalo to pač ta ambiciozen projekt, da pripelje Izolo v drugo ligo, mogoče v prvo ligo, je eno to povezano z drugim. Tako da sigurno, če bojo rezultati, bo tudi mesto zaživelo, bo tudi okrog kluba se spet, bom rekel, da se vrnemo v tista 90. leta, ko je mesto živelo za klub. Tako da jaz upam, da mu rata. Dobro, Dejan, gremo si pogledati rezultate. Ja, sej, ravno sem ju želel vprašati, kako podrobno pa v teh časih zdaj spremljata slovensko ligo. Sta upeta, recimo temu, vsakodnevno, v vsakem krogu? Jaz se spremljam, ker sem vedno rad spremljal. To je naša liga, treba spoštovati. Jaz sem se malo prehecal, NK Maribor, jasno, da so ostali tudi tukaj. Ampak ja, je naša liga, jaz jo spremljam. Mislim tudi, da glede na vse, na infrastrukturo, na vložke sploh, ki so minorni, na bazo, se igra zelo, zelo dober nogomet. Zelo gledljiv nogomet. Imamo tekme vrhunske, škoda, da ni več gledalcev, obiskovalcev, kajti z polnimi stadioni oziroma z ogromno je to drugi šport. Igralci se drugače. Ja, čisto drugo. Ampak Zlatko, v vsakem hecu je nekaj resnice in verjamem, da niste preveč nezadovoljni s pogledom na trenutno lestvico. Ja, bomo najprej videli rezultate. Lestvica je vedno samo ena. Rezultati 20. kroga prve lige. Telemach, Tabor, Celje 2-1, Radomlje, Olimpija 0-1, Maribor, Domžale 1-0 v finišu tekme, Bravo, Aluminij iz 2-0 v 2-1 in pa Koper Mura iz 1-0 v 1-2, na koncu 2-2 v res nekem fantastičnem zaključku.
ki je Koprčanom na koncu uspel, in Žužek je bil celo strelec kot branilec sicer iz kazenskega prostora. Mogoče še sama lestvica, kako torej zadeve stojijo. Lestvica je nepopolna, vemo, da ima med drugim tudi Olimpija 2 tekmi manj, da torej vse ekipe, vseh 20 tekem v tem prvem delu niso odigrale. Torej Maribor je na vrhu, 39 točk. Drugič v letošnji sezoni se je Maribor prebil na vrh, ampak zaključil bo ta prvi del sezone kot vodilni. Potem Koper 38, Koper, ki ni uspel premagati Mure na domačem igrišču in je tako ostal za točko za Mariborom. Potem sledi Olimpija 31, 2 tekmi manj, Bravo 30, Mura 29 in Domžale 23, oba z 1 tekmo manj. Celje in pa Tabor Sežana 22 in 19, točk 19 pa tudi Aluminij in Kalce Radomlje. Skratka, tule se obeta, kot se zdi, Zlatko, nek troboj za obstanek, čeprav tudi Celjani ne bežijo kaj pretirano z 1 zmago praktično več. Najprej gremo od spodaj navzgor. Je to troboj za obstanek ali bo še kdo, ki lahko malce zdrsne? Ne bi rekel. Ne bi rekel, Celje vseeno. Mislim, da ima dobro ekipo, boljšo kot vsi 3 od zadaj. Ima en ambiciozen projekt, mogoče so njihove želje bile večje in tudi mislim, da zmožnosti so večje, tako da pričakujem Celje, kar bom rekel, v boju za Evropo. Kar se tiče ostalih 3, ja, to pa bo velik boj. Vse lahko mogoče pri Celju tudi ostanemo, ne? Ta ambiciozen projekt, ruski oziroma tuji vlagatelji v Sloveniji, malo kdo javno predstavi neko ambicijo in govori o naslovu prvaka, razen recimo Maribor, pa tudi Olimpija se pojavljata. Vsi ostali so bistveno bolj zadržani in kot da ne želijo izstopati z nekimi ekstremnimi izjavami. Zdaj v Celju je bilo vse zelo direktno povedano pred sezono. Je to dobro, je to slabo, glede na to, koliko igralcev so zamenjali in kako mlade igralce so pripeljali klub? Pa to je najbolj pomembno, da so mlade igralce pripeljali, to pomeni z mladimi zelo težko osvojiš nekaj pri Olimpiji, Muri, Mariboru. Ne? Zdaj dolgoročno je to lahko plus, vendar v slovenskem prostoru s temi financami bi jaz to drugače zastavil. Ampak so pa to neki fantje, ki so bodisi na robu reprezentance, blizu reprezentance in verjetno tudi neka možnost izvoznega materijala ali partikla, kot včasih rečemo. To je največji problem za tega. Ti mladi fantje so res talentirani, sem pripričan, da bojo napredovali, vendar kadar bo en ali pa drugi ali pa tretji izstopil, ga enostavno moraš prodati, nimaš časa in bo spet moral začeti zgodbo znova. Se pravi, da so si oni zgodbo naredili zelo široko, radi bili prvaki, ampak način, kateri ni možno, vsaj po mojih izkušnjah. Tako da sem malo v dvomu, kaj se tiče prvaka. Dobro, borba za Evropo pa še vedno ostaja. Zdaj, Amir, jaz bi tukaj mogoče še Tamarja Svetlina ste v nekem momentu potem uspeli prepričati, z njim dogovoriti, da prestopi iz Domžal v Celje. Kako ste vi doživeli to zgodbo Celjanov, kdaj so z vami stopili v kontakt, kaj so želeli od vas oziroma kot agenta, posrednika in za njega? Jaz to njihovo zgodbo vidim zelo pozitivno in jo pozdravljam, ker Zlatko sigurno ve, kaj pomeni v Sloveniji voditi klub. Jaz mislim, da treba vsakemu dati medaljo za hrabrost, ker pač v Sloveniji ni televizijskih pravic, ni sponzorjev, odvisen si od prodaje igralcev in Evropa. Se pravi, Evropa, če zdaj izvzamemo Maribor iz njegovih časov, ne vidim, da se to lahko še ponovi. Zato pa je še toliko bolj pomembno te Rusi, ko so zdaj prišli, se pravi, vložili so konkreten denar. Jaz sem pač to poletje pripeljal in Begiča, in Svetlina, in Mittendorferja, za vse 3 so bile plačane konkretne odškodnine. Ta denar se je potem šel v Domžale, je šel v Gorico, je šel v Koper. Se pravi, avtomatično tudi drugi klubi potem živijo od tega denarja, tako da oni so res prišli tlele s čistimi nameni in jaz mislim, da tudi vi, mediji, bi jih morali tu podpreti. Zdaj, ali delajo prav, ali ne delajo prav, to bo čas pokazal, ampak sigurno, ko pridejo s čistimi nameni, ko vložijo kapital, ko ta kapital gre potem tudi v druge klube, je to sigurno, bom rekel, redkost za ta naš prostor in jaz to pozdravljam in sigurno bom tudi sam pomagal, koliko se bo le dalo po mojih najboljših močeh, da delam z njimi, da probamo narediti mogoče tudi potem, da se to obrestuje, da kakšnega igralca potem tudi prodamo, pa da povrnejo ta vložek. Tako da jaz ta ruski kapital, ki je zdaj prišel v Celje, pozdravljam. Zlatko, vi ste takrat Bajdeta pripeljali iz Celja v Maribor, se je odštela odškodnina, pa Rudi Požek, Vrhovec, Rudi Požek, Vancoš, tako z njimi ste zelo sodelovali, predvidevam iz tega vidika. Definitivno. Mi smo, mislim, da
v 10 letih ali v 13 mojega dela zelo izčrpali bazo. In po prodajah, in po lovorikah, in po uspehih, mednarodnih uspehih, izčrpaš bazo, ne. Zdaj, Amir je to zelo lepo povedal, da je to res zgodba, ki bi lahko bila v uspehu, vendar še obstaja en drugi denar, ki bi lahko drugi klubi na račun Celja dobili, če bi se vrstili Ligo prvakov, tako kot Maribor. Govorimo o evropskih tekmovanjih, tekmah, ki potem prinašate svoje... In to je pa tisto, kar je zelo pomembno, ne, recimo za uvrstitev Maribora, mislim, da 500 000... Za vse ostale klube, ja. Ne vem, ali posamezno, vse ostale, mislim, da je bilo 500 000. Se pravi, tudi ta del, ne, se pravi, ta njihova zgodba, če je bila nadgradnja, je vedno Evropa. Vedno Evropa. Tako sem rekel, jaz bi to zgodbo čisto drugače nastavil, je pa res, da v slovenskem prostoru, tako da mi je rekel, za pomanjkanjem vsega tega, je vedno dobrodošla zgodba. Vse, ni bistveno, Zlatko, da prepoznaš, kaj ekipa v okolju pomeni, do kje lahko pride. Zdaj z nekimi nerealnimi ambicijami priti v klub, pa napovedovati, mi bomo kar premagali vse te najboljše, hkrati pa ne vlagaš toliko kot oni, nimaš niti take infrastrukture in vsega, kar sodi poleg. Morda je bolje, da se klub, recimo kot Bravo, osredotoča na neko svojo zgodbo, da ima neko identiteto na koncu, da ne preskakuje nekih zadev. Dobro, to je sigurno, da je ena pot, ki bom rekel tak, ki jo mi imamo tu v tem našem prostoru, najraje, ne? Ta bolj sigurna pot, ne biti ambiciozen ali pa manj ambiciozen. Sam pa sem živel čisto v drugih zgodbah. Najboljši, najlepši na zmago. Zlatko, kaj je zdaj drugače od tiste, recimo temu vaše zgodbe iz Maribora, ko je Maribor praktično ponavljal te evropske uspehe, ko se je večkrat zgodila tudi Liga prvakov, pa Liga Evropa. Zdaj se zdi, da slovenski klubi niso dovolj blizu tem uspehom. Maribor je v zadnjih letih izpadal praktično že na uvodnih tekmah. Po vaše, torej, kaj je glavni razlog za takšen rezultatski padec? Morate vedeti, da Maribor ima preveč znanja. To pomeni v trenerju Darku Milaniču ali pa v Antiju Šimunži, v Gajzeru, v moji malenkosti, v Pavlinu. To bi lahko zdaj, če naštejemo naše tekme, ki pomembne tekme, bi prišli na par tisoč. Trenerji, ki so nas vodili, bi prišli na več kot 100 lovorik njihovih in tako dalje in tako dalje. Enostavno naša priprava, kaj in kako potrebuje slovenski športnik, slovenski klub v Evropi, je bila perfektna. In enostavno uspeh je bil neizbežen. Kljub temu pa se je zdelo, da so vam nekateri očitali, da v Sloveniji ne zmagujete 4-0, ampak da ustrajate neki svoji ritmolini. To je bilo glede na mentaliteto slovensko, je bilo ključnega pomena. Nismo pustili, da imeli smo model, imeli smo vse svoje, vendar nismo pustili, da se ne odigra evropske tekme na evropski način, ker hitro zgubiš nit. Vse se je zgodilo. Bom rekel, ko smo zamali 2-3-0, pa smo zmagaš. In pol pride Darko k meni, ker pač ljudje tega ne razumejo. Sem rekel, vem, zakaj priješ. Hočejo cirkus, ok, pusti malo cirkusa in potem zmagamo, ne vem, 4-5 in takoj nazaj. Ker smo se bali, da izgubiš nit in potem to Evropa ne dopušča. Zdaj Maribor sicer je na prvem mestu, še nedolgo tega je bil kar precej oddaljen, zdaj zadeva, kar se Mariborčanov tiče, precej lepša, ampak vseeno je ta krog na vrhu lestvice zelo zgoščen, ne samo Maribor, tudi Olimpija, pa zdaj Koper, tudi Mure, vsekakor ne moremo odpisati. Bravo je na nek način v tej sezoni tudi malce odskočil iz tistih svojih okvirov, vendarle se zdi, da so vsi bolj izenačeni. Kaj to pomeni, da ostali napredujejo ali vendarle bolj to, da Maribor enostavno ni več na tisti ravni, kakršnega smo bili vajeni v preteklosti? Pa definitivno eno in drugo, moramo priznati. Eno in drugo. Seveda, Maribor je bil tisti, ki je bil lokomotiva, se je vrnil kar precej nazaj, ker moramo vedeti, da Maribor od odhoda Darka Milaniča, pa če gremo mene, so zmagali samo eno evropsko tekmo. Se pravi, in tam je pa zelo pomembno tržišče, denar in vse ostalo, katerega potem lahko vlagaš naprej. In normalno so se vrnili. Maribor je moral narediti, ker rotirati ogromno igralcev, zato, ker niso nič zaslužili, ker slovenski klub mora biti na tržišču z prodajo in z zmagami v Evropi. In če tega ni, enostavno ti je potem vse preveč. In igralci, in plače, in vse ti je preveč.
ker sponzorji dajo, koliko dajo, to dajo za delovanje. Tisto, kar pa dela razliko, je pa zmage evropske in prodaja igralcev. In to Maribor je v zadnjih 2 letih zmanjkalo. In je logično, da imaš potem slabšo ekipo, imaš novo ekipo, imaš tudi drugačno stroko, moraš odpuščati, jasno, ker ko rasteš, raste vse ostalo tudi, jasno. Zlatko, to temo stroke bomo danes še odprli, zanima nas, kaj menite o tem, zanima pa nas tudi, kaj, jasno, ko že govorimo o stroki, meni trener Maribora, Radovan Karanović, torej trener jesenskega prvaka, mislim, da ga imamo na zvezi, trenerja Mariborčanov, tule ga že vidimo. Dober večer, Radovan. Dober večer, pozdrav vsem skupaj v studiju. Radovan, dobro izgledate, pričakovali bi, da morda malce slabše, jasno, malce se šalim, ampak sinoči ste postali jesenski prvaki, ste kaj proslavili v štajerski prestolnici? Ja, moram priznati, da je že v soboto po tekmi bilo kar zanimivo, tako da samo včerajšnji rezultat je bila pika na i. A kako ste vi pospremili to dramo sinoči v Kopru? Res izjemno zanimivo srečanje smo spremljali med Koprom in Muro. Ja, tekma je bila zelo zanimiva, na koncu se tudi končala po naših željah, ampak po mojem mnenju vseeno je bilo vidno, da mislim, da v tem trenutku sigurno, da Mura mi je izgledala bolj kompaktna ekipa in tudi ekipa, katera je nadzorovala, bi rekel, tekmo. No, po vaših željah pa se je končala seveda tudi sobotna tekma v Ljudskem vrtu z zadetkom v sodniškem dodatku, verjetno nič slajšega. Pa še nekaj, končno ste premagali, bom rekel, te Domžale, ki so vam bile v zadnjem času kar trn v peti. Ja, tekma definitivno je bila zelo zahtevna, tudi iz takšnega vidika. Mi smo tudi bili potrpežljivi čez celo tekmo. Domžale so čez trenutke bili v zelo dobri organizirani igri, ampak vseeno mislim, da so fantje do zadnje minute so delali pritisk, na koncu ta pritisk se tudi izplačal. Gol Repasa dobesedno nas je pripelo na prvo pozicijo v jesenskem delu. No in v državnem prvenstvu, odkar ste sedli na mariborsko klop, na 11 tekmah 8 zmag, 2 remija in 1 sam poraz, kar 9-krat na teh 11 tekmah ste ohranili mrežo nedotaknjeno. Je bilo to, da ste nekako zadeve uredili predvsem v zadnji vrsti, po vaše odločilno, da ste znova na vrhu? Ja, definitivno mi smo v bistvu na trening poskušali priti do te neke tekmovalnosti, do pragmačnosti, katera dobesedno do zdaj tudi je bila prepoznavna za Maribor in hvala Bogu, da nam je ratalo. Je pa tudi res, da igralci po par dobrih rezultatov na začetku so postali še bolj samozavestni in so tudi sami dojeli, da kaj to pomeni igrati na rezultat. Tako da vse naprej, kaj se je dogajalo razen tekme v Murske, mislim, da je bilo z naše strani, bi rekel, tekme so enostavno bile pod kontrolo. Radovan, po obračunu ste stekli v objem strelcu odločilnega zadetka Repasu, to zaradi tega, ker ga je dosegel čisto v zaključku tekme, ali je še kakšna predzgodba, recimo, ob vsem skupaj? Zdelo se je, da ste resnično iskreno ga takole kar malce stresli v pozitivnem vidiku. Ja, se strinjam, zato ker sem predvsem privoščil. Jan je že zadnje, bi rekel, 3 tekme nekjer bil blizu gola. Jaz sem ga vsako tekmo spodbujal, da bo dal gol in na koncu glih očitno, da nogomet nič ne prepusti na ključu in je zadev v 90 minuti, s tem je tudi odločil tekmo, tako da sem bil izredno vesel zaradi njega. In še eno čestitko morava izreči Radovanu, kajti zdaj niste več samo vršilec dolžnosti trenerja Maribora. Koliko lažje bo zdaj za vas osebno delati? Ja, ne vem, če bo lažje. Ja, bo zdaj ena velika odgovornost na meni. Jaz se tega zelo zavedam. Kako bi rekel moj bivši športni direktor, zavedam se, kakšne čelje sem stopil, tako da vemo tudi, kaj nas čaka, vemo, da na tej poziciji želimo ostati in mislim, da tudi bomo na koncu prvenstva. Radovan, kako vrniti Maribor na tista stara pota
slave verjetno je to vsaj neka tiha želja ali pa nek dolgoročni načrt. Sami ste omenili prej, da je pač liga v tem trenutku izenačena. Jaz mislim, da smo mi zdaj prišli do ene, bi rekel, rdeče niti. Tudi v prestopnem roku ne pričakujem preveč spremembo ekipi. Zdaj dobesedno neko vreme stabilizacije za nami in želim, da bi postali še bolj tekmovalni in tudi, da bi šli eno stopničko više, kaj se tiče same igre, organizacije, igre in napade v obrambi in tudi na koncu konca, da izkoristimo določene rezerve pri nekaterih posameznikov v ekipi. Dobro, čakajo vas priprave v Turčiji, zdaj že tradicionalne za vaš klub. Kaj si odbetate od tistih 14 dni v Turčiji in pa predvsem, kako boste zadržali neko formo in mogoče še pod vprašanje, se obetajo tudi kakšni prihodi, konkretni prihodi? Ja, danes smo opravili določene razgovore z športnim direktorjem. Mislim, da pričakujemo tukaj, saj bi rekel, na 2 igralnih pozicijah določene spremembe. Ampak v bistvu Maribor je že navajen na te priprave. Mi smo že na nek način naredili plan in vemo, kaj hočemo narediti tudi do te prve tekme, ker nas čaka derbi. Že ta prva tekma na nek način nam lahko prenese ogromno dobrega in mi se že za to prvo tekmo želimo pripraviti čim boljše, ampak na koncu tudi ta tekma ne bo odločila prvenstva v vsakem primeru. Je pa res, da trenutno vemo, ki se nahajamo, pa tudi kar želimo naprej postoriti. Radovan, iskreno, ko ste prevzeli Maribor, takrat pogled na lestvico strani vijoličastih ni bil najlepši, zdaj ste na prvem mestu, zdi se, da je edina, recimo temu, črna točka v vaši eri dosedanjega delovanja pri vijoličastih, tisti izpad v pokalu, ampak tudi to se seveda dogaja. Bi si upali takrat sploh pomisliti na to, da vam bodo uspeli ti rezultati, ki so vam zdaj v tem kratkem obdobju? Ja, moram reči, da rečemo, takrat, ko sem ekipo prevzel, je moj cilj bil predvsem, da naredimo 2-3 dobre rezultata, ker sem potem se zavedal, da bo prišlo do določene stabilizacije in v klubu in da vrnemo to pozitivno energijo in na svojo srečo je to ratalo. Dobesedno izteknil tekmo sem bil vedno bolj optimističen, tudi vedno bolj sem verjel, da lahko zadeva gre v pravo smer, ker se je na koncu tudi izkazalo. Morda še to, mora biti je to celo za vas v tem trenutku malce nehvaležno vprašanje, ampak Zlatko Zahovič je v našem studiu, človek, ki je z Mariborom osvojil vse, kar se je praktično dalo, igral evropske tekme, res navduševal tudi na mednarodni sceni. Zdaj nekako že počasi pušča vrata odprta za povratek v nogomet. Si tudi vi kot nogometni delavec želite čim prejšnjega povratka takšnih ljudi v slovenski nogomet? Definitivno, jaz mislim, da Slovenija potrebuje takšnega človeka. Ne zato, ker je on samo, bi rekel, deloval v tem klubu in tako, kot ste prej omenili, osvojil vse, kar se da. Jaz mislim, da Slovenija, dobesedno po mojem mnenju, je Zlatko nogometni genij v Sloveniji in definitivno, da jaz bi bil zelo vesel, da bi se on vrnil čim prej v slovenski nogomet. Potem je stvar skoraj dogovorjena. Če je samo en klub, potem bo Šuler zameril. Ja, to pa zdaj ne vemo, kako bo. Funkcija advisorja, nekega svetovalca. Kaj se to zdaj v mednarodnih vodah izjemno priljubljeno vidim? Ne, Marko dela odlično. Ja, sej. Ampak tu se bosta verjetno že dogovorila, sta že delala kot igralec, športni direktor. Ta zgodba je zaključena. Torej, katera zgodba je zaključena? Ja, Mariborska, jasno. Za vas zaključena? Seveda. To so pa kar konkretne besede. Bomo videli, se bomo pustili presenetiti v nadaljevanju v Ligi Telemach. Še čestitka, Radovan, vam pa seveda celotni mariborski nogometni zgodbi. Včeraj rojstni dan 61 let kluba. Tako da to še preneste seveda tudi iz našega studija. Pa hvala za družbo danes, za vaše komentarje v naši oddaji Pod prečko. Hvala lepa.
Ja, hvala tudi vama. Srečno. Zlatko, še ena zadeva, ki je izjemnega pomena, pa včasih javnost, navijači o tem niti ne govorimo. Ta mir, ki jo mora vodstvo kluba, ki naj bi ga vodstvo kluba imelo, je zdaj, glede na to, da je Maribor na vrhu, teoretično lažje Radovanu upravljati z ekipo, kot če bi recimo pristal po prvem delu na drugem, tretjem mestu. Vodstvo kluba preskrbi za mir, da ima on mir, jasno. Jasno, ker Radovan je prišel, definitivno je on celo življenje v nogometu. Je prišel, ko je bila, ni bilo dobro, kriza rezultatska in normalno te reci bolj konzervativen. In je to, bom rekel, nekako rekel, da všeč mi je bilo, ko je rekel, da Maribor mora bolj obvezna igra. Ne. Mogoče to ni bilo do prejšnjega trenerja najlepše, ampak tudi prejšnji trener je hotel, vsaj po mojem, ampak verjamem, da obvezno igro, vendar na napačnem delu igrišča. To, kar niti ena slovenska ekipa ne more igrati, lahko igra tista ekipa in to navdušuješ, vendar si četrti, peti, nisi tekmovalen. In seveda to Maribor enostavno ni. On je bil malo bolj konzervativen, je povlekel ekipo 10 metrov nazaj, ekipa je dobila samozavest, spet tista osnova, katero se imaš verjetno že teč na slovenskem prostoru. Obramba, obramba, obramba. To ne pomeni, da si ti braniš, ampak da imaš ti obrambno mentaliteto, da ne spadaš na dupli pas, da se ne pustiš driblati. Enostavno to je ogromno teh stvari, da je pri center šutu pravilno postavljanje in tako dalje. To je taktična kultura. In tu imajo enormne probleme slovenske ekipe. Enormne. Seveda, če to preslikamo v Evropo. Ne. Prej smo že malce odprli temo slovenske stroke oziroma nasplošno stroke v naši prvi ligi. Ste generalno gledano v tem segmentu zadovoljni s tem, kar trenutno ponuja naše elitno tekmovanje? Zdaj, tu sta dva vidika. Ne. Glede na to, na vlaganja na bazo, kako delajo, na kakšnimi pogoji, je to v redu. Kaj se pa tiče generalno, je pa zelo, zelo slabo. Jaz vam povedal, moje izkušnje za slovensko stroko zdaj trenutno. Ogromno ljudi me kliče, trenerjev levo desno, da gremo na kavo in da gremo debatirati o nogometu, ker nogomet ni zaključena veda. Ne? Tam ni klicaja, to je vedno debata, vsak ima nekaj prav, nekaj izkušnje in tako dalje. Ne? In seveda začetek debate zmeraj isti. Da so bili pri Klopu, da so bili pri Simeonu, da so bili tam. In želja to isto, to vklopiti v slovenski nogomet. Ne? Jaz to poslušam in bo vprašam, imaš ti dovolj žog za to? Ja, nimam. Ja, imaš dovolj trenerjev, ki ti pomagajo? Ja, nimam. Imaš celo igrišče? Nimam. Ja. Potem pomeni, da ne sanjajo o nečem, da ne govorimo potem, ali imaš Klopje za to, kar danes igra porabo €1 milijardo. Funtov, pardon. Kaj celo več. Ja. Tudi nima, ja. Ne, se pravi, ne sanjaj o češnji na torti, če nimaš niti moke. Se pravi, s tisto, kar imaš, tistega probaj narediti maksimum, to pa, da se ljudje izobražujejo, da gleda, super. Vendar ti, ko priješ ta tisti prostor naš, veš, kaj imaš, nekaj obliciraš in iz tega probaš narediti maksimum. Ampak zdaj smo spet v bistvu pri financah. Vemo, da si praktično noben slovenski klub ne more privoščiti tako širokega niti trenerskega kadra, ampak vi ste že dokazali, da se tudi v Sloveniji da priti zelo daleč. Seveda. Osnova prvo je, da so profesionalci v nogometni šoli. To je osnova. Se pravi, da on lahko prije trener pripravljen, da z mladimi dela. Nekje vse bo so druge, vsi imajo akademije, imajo ena generacija, ima po 6-7 trenerjev, to je en sam. In če še ta ni profesionalec, se prije direktno iz službe trenirati otroke, se ne more pripraviti in se ne more poglobiti tisto, kar bi naj delal z njimi. Ne more niti vzgajati in tako dalje. In to je vse problem slovenskega nogometa. In ja, se sem rekel, da sta dva aspekta. Pogoje, v katerim oni delajo, so eno, znanje je pa veliki problem. Amir, kako... Ker se pravičujem, ker znanje je danes zelo dosegljivo. Se pravi, znanje je danes, imaš ogromno informacij, internet, globalizacija, vse posod te sprejmejo, ti ga povejo. Izražati znanje je pa nekaj drugega. Ja, se vi imate kar nekaj izkušenj že s tem, da so trenerji, ki so delali recimo pod vašim direktorovanjem, hodili do velikih evropskih trenerjev, se izobraževali, prihajali potem z najrazličnejšimi idejami nazaj, pa ste potem znova z njimi trčili. Povejte nam kakšno anekdoto, recimo. Ja, ena dobra zgodba je ravno to, kar ste rekel zdaj. Darko Milanič je šel v Napoli, tam je bil v Sari.
In je seveda gledal trening in njemu je bilo všeč te izhodi, ne? Se pravi, to pomeni golman da štoper in potem štoper premakne celo ekipo in tako dalje in tako dalje. Ne? In rekel, jaz bom to probal. Ne? Jaz sem rekel, v redu, Dare, ne samo s kom pa, z Markom Šulerjem malo težje, ne? Zato, ker Marko je super, imel druge kvalitete, vendar ali je šla, vsaka druga, tretja je šla v out, štopanje žoge, kak bi rekel Čiro Blažević, nije bio intiman s loptom. Ne? In seveda je tu nastal problem in potem je on je probal, videl, da ne gre in seveda smo se vrnili na tiste naše tire in z njegovimi kvalitetami, ki jih ima ogromno, vendar te niso ravno najboljše. Ne? In sva spoznala, da smo takrat vsi napredovali, se pravi, nismo silili v nekaj, kar ne zmoremo. Nismo komplicirali. In to je osnova. Torej, prilagajanje in naliti si čistega vina ter potem s temi cilji kreniti naprej. Amirja sem želel vprašati, ko smo bili pri stroki, koliko cenjena je recimo na mednarodni sceni slovenska stroka, je sploh kaj omenjena, koliko veljamo v tem pogledu ta hip? Jaz lahko povem iz svojih izkušenj, jaz kamorkoli grem po Evropi, bilo s kom govorim v nogometnem svetu, hvalim našo ligo, hvalim našo stroko, ker v končni fazi vsi te fantje, ki igrajo danes v Evropi, mogoče razen, če vzamemo Kampla, ne, so vsi izrasti tukaj gor. Hvalim trenerje, se pravi, zdaj, koliko smo mi cenjeni, ne vem, jaz pravim tako, da se moramo ceniti. Zdaj, res, da nimamo zdaj mi, bom rekel, trenerjev na nekem vrhunskem, če vzamemo Elznerja, naprimer, ki je v standardu Milaniča, ki je v Pafosu, mislim, da nimamo trenerja našega, da je odzunaj. To je sigurno neki pokazatelj. Ne? Zdaj pa, jaz pravim, moramo se ceniti, bilo kje, če pa mogoče tudi, če to zgleda, jaz pravim, moramo se spoštovati, moramo pač se tudi, bom rekel, promovirati. Ker če se sami ne bomo cenili, ne bojo niti oni, niti Ustine nas ne bojo cenili. Tako da, moje mnenje je, da mi nimamo slabih strokovnjakov, da nimamo slabih nogometašov, mogoče rabimo malo večjo vizibiliteto kot država, kot liga, da bi se mogoče lahko primerjali s tem, kar je v Evropi. Ampak, Amir, morda je to vprašanje tudi za vas, zastopnike. Dejansko naša stroka ni dovolj kvalitetna ali nima dovolj trdnih povezav, recimo s tujino. Tu se želim navezati tudi na nekatere prestope igralcev. Sam, ki že vrsto let, že 20 leti, dobri 20 leti spremljam recimo angleško Premier ligo zelo podrobno. Jasno, da zelo pogrešam slovenske igralce. Saj tu in tam je kdo bil, ampak zakaj se recimo slovenski igralec nikakor ne more prebiti v najelitnejšo angleško ligo? Je stvar samo v kvaliteti ali tudi zastopniki nimate dovolj trdnih, bom rekel, povezav s tem trgom? Kje je razlog? Tudi na to vprašanje zelo težko odgovorim. Sigurno je resnica nekje vmes. Mislim, da je od naših edini šporar, ki igra gor, ne? Sicer ne v Premier ligi, ne? V preteklosti je bil Mlakar, pa pač se je končalo tako, kot se je zdaj drugo, bom rekel... Stanković je še bil eno obdobje, ja. Kako? Goran Stanković je eno obdobje. Tako je eno obdobje in tu mislim, da se potem po Korenu zgodba konča. Zdaj, kaj je razlog? A smo mi slabi? Ali nimamo dovolj kvalitete? Težko odgovorim na to vprašanje. Res ne bi vedel, kaj je razlog, da mi pač se ne moramo prebiti na angleški trg. Mislim, da je Zlatko tu želel nekaj dodati. Tako da je rekel. Je šel iz Maribora Mlakar. Preskok je velik. Iz slovenske lige v angleško ligo. Velik preskok. Ti fantje še vedno otroci. Tam pridejo v krut profesionalizem, se ne znajdejo. V Sloveniji športnik zelo pozno odrašča. Z mano vred, kot sem tudi jaz bil, zelo pozno odrašča. Se pravi, da postane zrel, da gleda situacijo drugače. Da vidiš, da tam ni prijatelj, ampak je kruti profesionalizem. Se pravi, enostavno vse podrediš temu. Zelo pozno odraščanje naših fantov. In definitivno, da je boljše. Normalno, če ti dobiš tako, da je Mlakar dobil eno ponudbo iz Brightona, moraš iti. Moraš iti, definitivno ti ne moreš to spustiti. Ne moreš odbiti. Niti klub, niti... Ne more. Ampak je preskok tako velik, da je praktično nemogoče, da uspe. Vse na koncu je on uspel, zdaj v Hajduku. Respektivno je uspel, ker iz Brightona seveda
ti priješ v Hajduk iz neke slovenske lige že malo težje, ne? Priješ tudi z nekim statusom. Tako da stvari so večplastne, ampak definitivno, da manjka kvalitete, ker nam, če pogledamo zdaj slovenskega nogometaša, z obema nogama redko kdo igra dobro, ne? Skok, fizika, brzine ni. Imamo pa nekaj drugega, ne? In tisto drugo je treba poudariti in če je tisti, ki grejo bolj pravilno pot, ki ne preskakujejo zaradi svojih kvalitetov in mladosti, na koncu uspejo. Edini, ki je prišel pa je rekel, dober dan, iz Maribora Iličić, jaz sem tukaj, 1-0 proti Interu, gol Iličića, pa edini. Tudi malo Bačinović. No, evo, Jojo, imamo pa, je pa primer, naprimer, Jojota, z njim je pa bilo vsako leto, so bile ponudbe iz Anglije, pa ni hotel iti. Aha, torej so bile konkretne ponudbe. Tako. On je že v italijanskem nogu. Ampak govorim ne iz Maribora, ampak iz Italije, ne? Se pravi iz Serie A gor. Ampak on ni, njemu pač to nikoli ni odgovarjalo, rekel je, da se pač gor ne počuti, ampak bile so ponudbe iz Anglije, prav konkretne, na kar pa on ni... On je bil vedno drugačen, vedno. On je bil, ko je prišel z nam z Interblokom, praktično zadnje tekme ni igral za izpad, ne? Ni izpadel z Interblokom. Prišel k nam, tista tekma s Hibernijem, kaj pa je to, ne? Se pravi, dvigne nivo, igra boljše, dvigne nivo, še boljše, dvigne nivo, še boljše. In on iz Slovenske lige prišel, prva tekma, sploh treniral ni z njimi, ki je bil za reprezentanco, trener ga je dal noter, je bil Palermo Inter 1-0, jojo. Vaju veže, kar se Josipa Iličića tiče, tudi kakšna zanimiva anekdota iz Italije, kot takrat, ko je iz Maribora odhajal. Preboj bil, ne? To je preboj, ta Josip Iličić za ta prostor. Tudi za druge igralce slovenske. Problem je naredil velik. Če povem meni, kar je ostalo tako, naprimer, ko smo bili pri Zampariniju doma, takratnemu predsedniku Palerma, nažalost, zdaj se mu je zgodila tragedija, pred kratkim je izgubil otroka, on v bistvu mi je prav od vseh predsednikov tudi tako najbolj ostal srčen, tudi korekten zelo. Smo bili, se pravi, tam kompletno vodstvo njihovo iz Maribora, bil je, mislim, da še Darko Klarić z nami, ne, takrat, kot predstavnik Interbloka, ker Jojo je bil pol-pol. Ko je prišel v Maribor, mislim, da je bilo zmenjeno za takrat z Pečečnikom 50-50, da se delijo klubi odškodnino in je bil tudi Darko Klarić takrat kot predstavnik Interbloka z nami. Bil zelo korekten. Ja, tako. In se spomnim potem v eni fazi, ko so se potem tam oni glede cene dogovarjali, ne, in je Zlatko rekel, pač Zlatko govori špansko, jaz govorim perfektno italijansko, Zamparini razume špansko, kaj se razume, ne, potem pač, ko se je šla za odškodnino, koliko pač, da se ne, je rekel Zlatko predsedniku, presidente, un poco de core, ne, kao malo srca, kao dajte malo več darja. In potem je, Zamparini je bil res, je bil gospod, je privolil in so se potem zmenili, tako da to je bila ena taka anekdota, tudi mi je ostal tudi on tako zelo korekten človek na takih nivojih, kar si se z njim zmenil, je držalo in to je ena izmed takih anekdot, ki mi je ostala. Videli smo, da se malce zaljubil potem tudi v igralce iz slovenskega trga, kar nekaj jih je potem... Potem Bačinovića, Željkovića... Tam smo mi odigrali fantastično tekmo. Čeprav smo 3-0 izgubili, z igralcem manj, ampak res odlično tekmo. Tekmo je bila šla tudi v našo smer, tudi z 10. In tam je tam Mikoli, ki je igral tudi Benfica, ki je potem nosil mojo 10. In tu je tam zelo veliko vlogo, se je rekel, ta Bačinović ostaja in potem Zamparini, tak kot je, ne, zelo emocije, tak, ko se nekaj odloči, to je v 2 minutah mora biti rešeno in to z njim je najlepše bilo delati. In s takimi ljudmi tudi ogromno je takih v nogometu, so emocije, eno te je tudi Mamić, ne, z njim je najlepše delati in je vse korektno, vse transparentno in se dogovoriš, če se ne dogovoriš v prvi minuti se ne boš dogovoril, ampak če on želi, prva minuta. Je pa bil to zahteven prestop za vaju dva, recimo iz vidika nekoga, ki je zastopal igralca iz kluba, ki je vedel, da ima nek dragulj v svojih rokah, pa ste takrat bili bolj ali manj primorani. Težave. Jaz sem šel na žreb za 4. kolo in ob 9 pa nekaj me Amir kliče, pravi, imam ponudbo Palerma. Mislim, da je pusti me zdaj na miru, veš, da on žreb, jaz hočem videti v Evropa, tipa Palermo, pa ne vem kaj vse, ne, že številke, on že taki kot je, hiperaktivni, ne.
Ja, Kroglica, Palermo. Zdaj pa Palermo, Kroglica. Zdaj pa treba odigrati tekmo, se pregovarjati, da bo to vse korektno, probati zmagati. Ja, to je... Zato dosti ljudi ne ve, da je bil Jojo zaključen v bistvu že pred to tekmo, ne? Maribor-Palermo. Mačinović je šel potem in je dal gol. Se pravi, pogoj je bil, da mi gremo na zmago in tudi on je želel in bil korekten, moram reči. Ker smo športniki. No, krasne zgodbe. Omenjala sta ples Kroglic, tudi danes smo ga videli, bomo malce pogledali pare in pokomentiramo še to mednarodno sceno. Sicer imamo to zadevo za malce kasneje, Dejan, tako da mogoče vseeno, ker vem, da smo se vsi zelo v nekem sproščenem vzdušju tule ujeli v teh debatah. Amir, kaj je, zdaj, to primer smo zelo pogosto kar že slišali. Pač Palermo, zdaj sta še nekako povedala, da ni bila tista tekma s Palermo ključna, ampak da je zadeva bila pravzaprav zaključena že prej. Kaj pa vaš drugi, tretji, četrti večji prestop ali pa transfer? Govorimo iz Slovenije ali iz tujine v tujino? Ne, to zgodbo mogoče še malce kasneje, ampak prav iz Slovenije v tujino. Kjer je bilo pomembno to, da ste že prej Josipa pripeljali. Definitivno, v bistvu te iz Maribora, ki so bili dejansko vsi milijonski, veliki, če lahko rečem, ne? Se pravi, so bili vsi veliki prestopi. Velik mi je bil tudi iz Šporarja v Basel, iz Olimpije takrat je bil transfer tudi zelo, tako da, ja, iz Slovenije večinoma skoraj vsi, razen če izvzamem tega od Šporarja, tisti od Kurtiča, ko je šel iz Gorice Palermo, je bil za naše razmere dober, ampak ne takšen, kot so bili, bom rekel, te iz Maribora, ampak je razumljivo. Pač Maribor je kotiral, ker ti v Evropi, ko delaš rezultate, potem normalno, da lahko so tudi odškodnine drugače. Tako da ja, v bistvu, ja, večinoma, 90% vsi iz Maribora so bili vsi, bom rekel, milijonski. Pa zaupanje je verjetno do vas tudi zelo veliko strani italijanskega nogometnega okolja, glede na to, da ste pripeljali nekoga za, recimo, x denarja, pa mu je cena po mesecu, dveh takoj narasla že v Palermo in je bil popoln zadetek praktično za njih. Še morate vedeti tudi to stvar, da je tisto prvo sezono, da je Bačinović kotiral nenormalno dobro. Jaz ne vem potem, kaj se je z njim zgodilo, da je on potem, da ni uspel, ampak on po tisti prvi sezoni, njega je hotel po Evrope. Ma dobesedno, to so bili telefoni, to je non-stop telefon zvonil. Zakaj se potem, na primer, Jojo je šel to konstantno držal, zakaj se on ni uspel ustaliti, zakaj ni uspel tega držati, ne vem, ampak on je takrat kotiral nenormalno dobro. Zelo neke zanimive zgodbe tudi. Vsi govorijo o Joju, ampak Bačo je tisto prvo sezono v Palermu bil standardni igralec in je igral zelo dobro. Neverjetna kvaliteta, neverjetne nogometne kvalitete. Ampak vsi ti igralci so nekaj do tega predstopa že odigrali, tudi v članski konkurenci. Ampak dogaja se nam v slovenskem nogometu, da zelo mladi igralci, ta meja se zdaj spušča, ne vem, do kam, 12, 13, 14 let odhajajo v tuje klube. Je to prava pot? Tu in tam res, da komu uspe, ampak a se vam zdi to prava pot, da igralci prehitro odhajajo? Torej, ne, do 16. leta ti ne moreš prestopiti v tujino. Se pravi, to je pravilo, se pravi, ti ko napolniš, edino za starši. Se pravi, če se odhajajo starši, to vse dogaja. Vse dogaja, ampak to je redko, ker to res mora biti. Jaz sem imel samo en tak primer in to je bil Benedičič, ko je takrat šel v Milano, ko je šel oče z njim. Tako da odhajajo pri 16. Na to vprašanje se pa poraja drugo vprašanje. Ti dobiš ponudbo. Familija, poprečna. In greš iz tega prostora na neke številke, ki so že pri enemu 16-letniku, bom rekel, občutno večje. In se moraš odločiti. Je težko odgovoriti, ali narediš prav, ali narediš narobe. Definitivno ti greš v eno večjo perspektivo, to je definitivno. Ker tam je vseeno pogoji, treningi, boljši igralci, trenerji, ki se ti posvetijo, definitivno. Je pa za mlade fante to velik stres. Vse tisto, ko ti recimo, ko čitaš, pa ko ti prijatelj čita, pa ne, ti si takrat sicer zelo ti je prijetno, fajn, vendar ko prideš tja, je pa to ena druga zgodba. Premalo se govori o tem,
Povejte samo še nekaj besed o tem, recimo, da osvetlimo malce, zakaj je tem mladim nogometašem toliko težko in zakaj tudi sami osebnostno težko zdržijo v tujini. Tu pridejo od doma vendarle iz, recimo, temu sorazmerno urejenega okolja, da ne rečem domača, mamina kuhinja, potem pa pridejo v tujino, ljudje si mogoče narobe predstavljajo, da seveda ne pridejo tja kot zvezdniki, pridejo v nekakšen internat, tam so z nogometaši, z biseri, bom rekel, celega sveta in potem padejo en skupen bazen z nekaterimi nogometaši, ki živijo doma v precej težjih okoljih in našemu fantu je recimo slabše v tujini, kar se samega življenja tiče, kot doma. Je to eden od glavnih razlogov, zakaj se jih večina potem vendarle prehitro vrne domov? Jaz bom rekel tako, vedno je odvisno od vsakega posameznika. Ne moremo vse posploševati, ne moremo vse, ker vsak je karakterno drugačen, eni splavajo, eni ne. Tako da v prvi fazi je odvisno od vsakega posameznika. Pol pa je normalno, da je čisto nekaj drugega. Ti greš, ne vem, tako kot ste rekli, iz nekega urejenega okolja, normalnega okolja, greš v drugo državo, drugi jezik, druga kultura, drugi način življenja, prehrane. Se pravi, vse to so faktori, ki potem vplivajo na karakter tega fanta, če govorimo o enega 16-letnika, kako potem to vse deluje na njega. Tako da jaz mislim, da je to glavni poglavitni razlog, zakaj se potem nekateri zlomijo. Ogromno se jih zlomijo, vendar vseeno, če si ti imaš cilj že pri teh letih in če si ti kvaliteten in če ti imaš v sebi, da želiš uspeš, boš uspel. Tako je. To pa definitivno. Je finančni vidik, to, kar ste tudi že omenila, prevelik poudarek mogoče staršev družine mladega igralca, ki jo da na finančna sredstva, ki jih prejme v podpisu recimo te pogodbe, ne bom rekel ravno študentske, ampak bistveno boljše, dajo preveč na to v tistem momentu? Če sem iskren, finančni faktor je ful pomemben. Jaz lahko govorim iz mojega dela, iz mojih izkušenj, 80% familij, ko se usedem, ko je finančna plat je zelo pomembna, v 80% primerih celo ključna. Se pravi, ko je enkrat nekaj na mizi, je že, če je prej mogoče bil kakšen zadržek, pa je mama rekla, mogoče še ne bi, je potem bistveno lažje recimo sprejeti to dejstvo, da pošljajo mladega fanta v tujino. To je dejstvo, da pa ne zdaj, da bi se okoristili. Ne, ampak dejstvo je, finance sigurno vplivajo na odločitev. Amir, lahko izdamo morda kakšno skrivnost, mora biti tudi, kateri nogometaš ali pa kateri nogometaši iz naše slovenske lige, ki jo radi spremljamo v naši oddaji pod prečko, so trenutno najbolj zanimivi na mednarodnem tržišču. Obstaja precejšna možnost, da bo kdo že v tem zimskem predstopnem roku odšel? Tako je, jaz lahko govorim za svoje. Mislim, da je tle Tjaž Begić sigurno ima pred sabo lepo kariero. Tukaj je tudi Tamar Svetlin, mislim, da sta to dva igralca, ki sigurno lahko naredista prestop v tujino. Vidim tudi Vida Kodermana, ki sigurno, sicer zdaj trenutno pri Mariboru ne igra, ampak sigurno to je fant, na katerega sem jaz prepričan, da lahko tudi naredi korak in transfer v boljšo ligo. Tako da bom rekel, to so tri igralci, za katere sem jaz siguren in verjamem, da lahko z njimi naredim, bom rekel, dober prestop. Zlatko, zelo vroča sta v zadnjem obdobju Maks Barišić in Žan Karničnik. Ko ste ju spremljali, sta zdaj že zrela za odhod v tujino? Pa Žan sem pripričan, da ja. Barišić se je zdaj vrnil, Koper ga je vrnil v svoj dom, ga je prišel spet v ritem in igra res odlično. Ima imeno hipoteko, ki je, da je že bil v tujini in nažalost stvari niso šle, ampak še vedno mislim, da ima dovolj kvalitet, da bi lahko. Žan se mi zdi, da je naredil en velik preskok, ima ravno pravšnja leta, v Muri so mu pustili, da igra, kajti prvi, ki ga je poskušal, je Benka Maribor. Vendar takrat je bila ekipa na vrhuncu, takrat nisi smel napake narediti, ker si igral za velike stvari. Ni bil še premlad. Ja, tudi Lorbek je takrat prestopil iz Maribora v tistem istem paketu. Pravzaprav pa Tomi Horvat, če se ne motim. Tomi Horvat je pa že ena druga zgodba, fant, vidim, da igra odlično, je že ena druga zgodba, ki se Mariboru ne bi smela zgoditi,
vendar so prijatelji Maribora ga odpeljali. Se kaj obeta, Amir, v tem zimskem času, oziroma na katerih zgodbah vi delate zdaj, recimo, če lahko kakšno... Ja, konkretno tudi to Berič, sigurno, ker pač tako brez kluba, na njemu delam intenzivno. Mislim, da bom tudi uspel, ker imam kar dosti situacij iz, bom rekel, teh eksotičnih držav. Za fanta, ki se mi dosti zdaj dogaja, je sigurno Adam Gnezda Čerin. Ta poteza, da smo šli v Rijeko na 2-letno posojo, se je izkazala fenomenalna. Bil je poklican tudi v reprezentanco, fant igra dobro, raste in za njega je konkreten interes iz Serie A. Tako da tu se mogoče lahko kaj zgodi. In pa potem, kot ta dva fanta, ki sem prej rekel, v Celju, Tamar Svetlin in Tjaž Begič. Tukaj se tudi nekaj dogaja. Tako da bom rekel, to je zdaj, kar bi se mogoče lahko zgodilo, je pa prestopni rok nepredvidljiv, tako da nikoli ne veš, kaj se ti lahko spremeni iz danes na jutri. Ampak veste, kaj je tu zanimivo, ne? Zdaj gledamo strokovne stvari, ne? Recimo Tjaž Begič ima zelo dober igralec, ima veliko kvalitet. Zdaj, če gledamo strokovne plati, bi moral on definitivno še 2 leti ostati v slovenski ligi, ampak so ponudbe glede na njegov potencial in on bo verjetno odšel iz slovenskega prostora. Ali bo to, in spet ne bo mogel reči ne, ali bo to dobro za njega ali pa ne, vprašanje. To je tisto, kar sem prej želel vprašati. To je tisto, na kar ne moreš dati odgovora. Ne veš, pride situacija. Mala liga, moraš prodati fant. Mogoče to fant nikoli več ne ima takšne priložnosti kasneje. Tu je en mozaik težav, problemov, pro, kontra za velik. Hkrati pa klub kupi potencial v bistvu. Potencial samo, nič drugega. Tudi on gre v nek rizik. Da on igra 2 leti še v slovenski ligi, da bi se razvijal kot se razvija. Sem pripričan, da bi to, govorim o optimalnih možnosti, da bi to bil transfer velik, bi on prišel pripravljen. Ampak, ker je to tržišče tako nepredvidljivo. In fant ne more vedeti, kaj bo čez mesec dni, kaj šele čez 2 leti. Govorimo o optimalnih pogojih. In tu smo vsi mi v precepu z menadžerji, z igralci, z direktorji, ko so bili, z predsedniki, si v precepu. Komaj čakam, da slišim tudi, kaj menita najina nocojšnja gosta o reprezentančni temi, ampak malce se bomo še ustavili pri domači ligi. Videli bomo najlepše zadetke, kaj ne, Miha? Tako je, najprej zadetek prejšnjega kola. Izbrali ste na naši spletni strani zadetek Kadriča v Kidričevem. Poglejmo si najprej tale zadetek prejšnjega kola, potem pa ponudimo 4 nove opcije. Proti Brestu, naprej napadajo nogometaši Aluminija, strel proti vratom, odličen strel in gol! 1-1, strelec pa je Haris Kadrič. 73. minuta srečanja, fantastičen gol Harisa Kadriča, strel z levico in to je drugi zadetek mladega napadalca v letošnji sezoni. Lepo je nameril in z natančnim strelom ob oddaljnejši vratnici premagal Davida Adama. Takole zares zelo natančno odmerjen strel. Najprej si je lepo pripravil prostor za strel, tam bi Bručič morda lahko bil bolj agresiven ob Kadriču, zdaj pa v sobi za VAR pregledujejo, če je bilo vse v redu, ampak tu... Dobro, Zlatko, vse smo malo pokomentirali. Mi smo v debati, ja. Ja, mi smo v debati. Še kakšen komentar na ta zadetek 19. kola? Zelo lep zadetek, tehnično speljan, vendar se ne odpira nog obrambni igralec. In to za tiste male stvari, ki mislim, da smo mi v Mariboru pripravili za strategijo fantastično. Točno so vedeli kaj, kako, zakaj. In ne glede na malo bazo, na kvalitete, ki jo imaš in finančne nezmožnosti, ki jih nimaš ali pa jih imaš, so bili fantje pripravljeni v nulo. Ali igrajo v Glasgowu, ali igrajo v Radomljah, ali bilo kam in zato predznanje bilo. Zdaj pa gremo še na se pravi predloge zadetkov 20. kroga prve lige Telemach.
Kovači za trenutek, vendarle se je rešil, napadal ga je Jakobsen, to da zdaj Jakobsen do žoge. Še vedno Jakobsen, leva podaja na levo stran, priložnost za Celjane, ima Svetlin in gol. 1-1, Tamar Svetlin. Sicer njegov 3. gol v tej sezoni, takole, poglejte, Jakobsen, krasna podaja na levo stran in potem Marandič. Larti, ja, poglejte, kako močno piha. Briški poizkuša, kakšen gol. Tule je Briški, poglejmo še enkrat ta njegov zadetek. Tule je Božič zlahka zapravil žogo. V Ljudskem vrtu. Priložnost za Repasa! Zadetka glede na videno v tem predvsem drugem polčasu. Poglejmo še enkrat, Milec to podajo. Razčistil je Bukliševič, ki je igral sijajno. Zdaj povsem upravičeno osredotoča samo na obrambne naloge, nevarno in gol! Žoga je v mreži, kakšen zadetek zdaj na zadnji dirki Formule 1. Vseeno strel s kar precejšnje oddaljenosti z leve. Bolj imamo tako, da je to fiks. Ja. No, tole seveda niso bili vsi zadetki 20. kroga, tole se moram seveda popraviti, ampak zadetki tega zadnjega tedna Tamar Svetlin je namreč zabil na zaostali tekmi, ampak vse na koncu niti ni bistveno. Na naši spletni strani www.sportklub.si glasujete za najzadetek tega, recimo temu, zadnjega tedna. No, zdaj pa se mi že počasi selimo naprej, tudi na teme, ki so vedno zelo zanimive, bom rekel tudi pri nas komentirane na naših družbenih medijih. Verjamem, da do določene mere tudi zabavne, Dejan, in pa mora biti tudi poučne. Ja, seveda, pred nami je kaj drugega kot sodniški pogled. In jasno, da v tej rubriki v našem studiu pozdravljam tudi Darka Čeferina, ki je zdaj že naš kar stalni tovrstni sodelavec. Darko, v tem krogu nimamo toliko situacij. Zdi se mi, da so sodniki kar dobro opravili nalogo. V tem krogu bomo počasi prišli sicer na situacije, ampak generalno gledano, kako ste zadovoljni? Najprej lepo zdrav, ja, tudi z moje strani. Tako kot ste omenil, to najrajš slišimo v sodniškem krogu, da ni bilo veliko debat o sodnikih, o njihovih odločitvah. Tako kot sami veste, na vsaki tekmi seveda se da pogovarjati o sodniških odločitvah, tako je bilo tudi v tem krogu, ampak v celoti gledano mislim, da je bilo delo opravljeno, kot si želimo. No, nekaj situacij pa, kot smo dejali, je seveda bilo. Že pri zadetku Tamarja Svetlina smo videli, da smo se malce vrnili na prejšnji teden na tekmo v sredo, na zaostalo tekmo med Celjem in Olimpijo na stadionu. Z Dežele se je pripetil dogodek, ko so nogometaši Olimpije zadeli. To bo zadeva, ki jo bomo prvo videli nocoj, torej v sodniškem pogledu. Že gledamo to akcijo, ko je Olimpija povedla z 1-0. Mustafa Nukić je bil strelec, sodniki, mislim, da je bil Roberto Ponis, glavni sodnik tega srečanja, pa so dosodili, da je šlo za prekršek. Zdaj bomo seveda videli detaljneje tu zadevo. Nekako vse splošno mnenje je, da je bila Olimpija tu prikrajšana, vendarle za zadetek. Darko, kako ste vi sodniškega vidika videli vse skupaj? Ja, najprej vemo vsi, da pri predločkih, to se pravi pri udarcih iz kota, pri prostih strelih, ko žoga prihaja v kazenski prostor, je vedno borba igralcev za prostor, za položaj. In seveda med tem se dogajajo razni kontakti. In v tem primeru vidimo, seveda je prišlo do kontakta, vendar kontakt seveda obstaja, vendar premalo za prekršek. To se pravi, v tem primeru ne vidimo prekrška in tukaj pač prišlo do napačne presoje dogodka, napačne ocene in zgodilo se je, kot se je. Dejan, enkrat imam pa tudi sam prav. Na tekmi sem ti že dejal, da tule po moji oceni ravno tako ni bilo neke prave sile, čeprav včasih, Darko, govorimo o tem, da pač mora biti tule, da ni dovolj samo roke na igralcu, da se pač oceni ta tudi sila potiska, porivanja ali pa pač odriva v tem primeru. Ja, točno tako. Ko gre za prekršek, to se pravi, ko je evidenten, ko gre za eno odrivanje, porivanje,
seveda sodniki imajo navodilo, da je prekršek dosodijo. Ko pa gre za kontakt, ko je pa ta samo naslon, recimo rok na nasprotniku, ko vemo sami, da igralci potem tudi to zelo radi izkoriščajo, takrat pa to sodnik mora iti preko, to se pravi, če ne gre za očiten prekršek, kontakt sam po sebi pa vemo, da ni prekršek. Darko, torej generalno tu najbrž napaka sodnika. Ja, tako kot sem povedal, pač napačna presoja sodnika, napačna ocena in se zgodi. Zlatko, Olimpija je bila tu prikrajšana za zadetek, kako ste videli to situacijo? Moram priznati, da. To je bilo seveda bolj vprašanje, bolj v šali kot zares. Gremo na naslednjo situacijo. Še en razveljavljen zadetek, zdaj pa v Ljudskem vrtu. Mislim, da ko bomo pogledali posnetek, ne bo večje nejasnosti, da je dejansko tu šlo za prepovedan položaj, ampak izpostavljamo ta posnetek bolj zato, da na nek način tudi izpostavimo ta VAR. Darko, tule vidimo, ste bili tudi vi v tem voru oziroma v VAR sobi, kot mi temu rečemo. Najbrž bi sodnik na tekmi tale zadetek priznal, ga tudi na začetku je, kajti resnično je bilo izjemno težko videti, da se je tu Repas dotaknil žoge in da je bilo to potem seveda ključno, da se je Modrinski znašel v prepovedanem položaju. Torej dokaz, da smo v Sloveniji VAR še kako potrebovali. Ja, se popolnoma strinjam. Na posnetku tukaj moram pač povedati, oziroma vidimo, da gre za dva dotika. To se pravi, zadeva je dost otežena še sodnikom. To pomeni, najprej vidimo udarec, če se vrnemo nazaj iz vrha kazenskega prostora, proti vratom in v enem trenutku ni bilo nobenega igralca v nedovoljenem položaju. Potem v tem drugem dotiku, ko je pa prišlo do tega dotika, je pa treba pogledati, ali se napadalec, to se pravi Modrinski, nahaja v nedovoljenem položaju oziroma ne, da pa dobimo to dokaz oziroma ali je temu tako ali ni. Imamo pa za to pomoč tehnologije, pač hokaj, ko izriše črte, linije ofsajda in evidentno potem dobimo dokaz, ali gre za nedovoljeni položaj oziroma ne. In v tem primeru vidimo, da je pač napadalec Maribora za, če temu tako rečemo, za malenkost v nedovoljenem položaju. To je tisto, ko pravite, da se črt ne da risati po domače, da mora tehnologija in sistem tule urediti. Tule ste iskali točko, kjer potem potegne linijo sistem na vpično, najprej pa potem do out linije, ker je tudi igralec Domžal zakrival recimo tisti ključen... Ja, točno tako. In se vidi, da VAR sodnik pač je poiskal točko strani kamere, da jo lahko označil in potem sistem izriše linije. Zdaj bomo šli na tretjo in kasneje seveda tudi četrto situacijo, ki sta dokaj podobni, kar se tiče komolčenja, po domače povedano. Selimo se v Koper, tu najprej Koli v skoku s Puckom, potem še z Lorbkom. Stranski sodnik je takoj vzdignil zastavico, dal vedeti Nejcu Kajtazoviću, da je bilo nekaj narobe. Glavni sodnik je tudi pokazal rumeni karton, ampak moje glavno vprašanje je zdaj, ali je za tole komolčenje Koli bil pravilno sankcioniran, ali ni šlo morda celo za rdeči karton, je bila ta sankcija prava? Ja, ko govorimo tu bomo zdaj seveda bolje videli, pobliže. O prekrških, kar se tiče nepravilne uporabe rok. To, kot sem že, mislim, da pred 2 oddajama nazaj pač omenil. Sodniki imajo navodilo, ko gre pač ta nepravilna uporaba, ta komolc, ko gre za intenziteto, visoko intenziteto, ko mi rečemo, da gre za ogrožanje varnosti nasprotnika, takrat igralec mora biti izključen. To pomeni, da gre v bistvu za nasilno igro ali pa, če hočete, brutalnost. Ampak v tem primeru, kot tukaj vidimo, temu ni tako. Gre za brezobziren pač prekršek, s komolcem kontakt v obraz, v predel glave in to gre za rumeni karton. Kaj menita napadalec in branilec nekdanji? Meni je to zgledalo, bom rekel, bolj na meji rdečega kartona, tako kot vidim iz posnetka. Tako da, ne vem, jaz bi bil sem bolj bliže, govorim, ta drugi, ne ta prvi skok, ta drugi kontakt. Tu zdaj bo udarec. Tu je, ne vem, no. Tu zdaj komolec v obraz. Ne vem, no. Nerodna zadeva. Ja, zelo. Zlatko? Jaz mislim vseeno, da ni tu namena. Ampak mene malo, če zdaj lahko Darka vprašam, tale skok, se pravi, pri skoku se večkrat dogaja, da pač igralec udari koga nenamerno. Vendar ste razmišljali, da vi spreminjate
tehniko skoka. Ne? Ker pri 6 letih ali pa 5 ali pa kakorkoli, ne, se učiš tehnika skoka, je ta, ne? Višino. Ne? Ja. In seveda nogometaš pa mora tako skakati. Kako boš ti otroku pri 7, se pravi, boš ti si nogometaš, ti moraš tako, ti pa odbojka, ti moraš pa tako. To ne razumem. Tehnika skoka je samo ena. Ja, se strinjam s tem, Zlatko. To se pravi, sodnik ali pa, to se pravi, igralci seveda morajo normalni potek, pač kot ga nogometaši uporablja, ga ima v skoku in seveda gre in popolnoma logično, da ko skoči v zrak, da grejo roke tudi z njim. Tehnika skoka. Normalno, ne more skočiti, pa da ima roke ob telesu. Ampak sodnik, pomembno pa je, da se igralci zavedajo, to se pravi, da ne naredijo enega nepotrebnega giba v nasprotnika, ko ga začutijo zraven sebe. V bistvu, mislim. Ampak mi lahko skoči višji pa manjši, ne? Jaz skočim hitreje, on malo kasneje in se bo sam on udaril in je faul, ne? Ja, seveda, to je vedno pač dilema. Pač sodniki, tako ko imamo mi, oziroma jih učimo kot inštruktori in tako naprej, morajo sankcionirati oziroma zaščititi igralce, ravno to kot imič nogometa, da pač nepravilne oziroma kontakti, ki so nepravilni ali roka to se pravi, moramo se zavedati, da lahko pride tudi do težje poškodbe. Zaradi teh pač nepravilnih rok. In sodnik je zato na igrišču, da pač to mora ukrepati oziroma sankcionirati. V slovenskem prostoru je sodnik nima lahke vloge, zato ker igralci zelo radi izkoriščajo vsako situacijo, zelo težko sprejemajo duel, želijo pas takoj, ne želijo zdržati, ne? In mi, ko smo igrali recimo kvalifikacije za Evropo, ne? Ja. Smo porabili vsaki dan eno isto sporočilo. Ne padati, zdrži duel, ker ko greš v eno Gruzijo, greš v eno Izrael, to so vsi alfa moški. To vse, in ti nimaš šanse, naenkrat si od zadaj, ne? In smo porabili ogromno časa, ne pada, zdrži, te boli, vstani, ne? Da enostavno, da te ne porine nazaj proti tvojim golu, ne? In slovenski igralci tako radi izkoriščajo in potem seveda sodniki, njim ni lahko, ne? Ker oni še ponavadi to, bom rekel, dodajo z kakim krikom, ne? Zoran Zrković je dejal, da si želi, da je celo enemu sodniku v zadnjič na tekmi dejal, da ne pusti malo več kot tega kontakta v vezni liniji. Bi torej morali to še malce dvigniti to linijo, kaj je pol prekršek? Za moje pojme sigurno, zato ker si v Evropi v podrejenem položaju, ker to so tekme, moške tekme, ker tukaj Slovenska liga glede na mladost Slovenske lige igraš otrok proti otroku praktično. V Evropi ne. Dobro, ampak eno je moška igra, drugo so pa potem že ti udarci s komolcem, kot je Darko že v eni prejšnjih oddaj dejal, orodje in orožje. Zdaj me zanima, kaj boste menili o naslednji situaciji, ki se je zgodila znova, ko je bil napadalec v napadu, tokrat Nardin Mullah Husejnović, takole se je zagradil ob Vošnjaku. Videli bomo situacijo, kako je s komolcem. Tudi on je dobil zgolj rumeni karton na tej isti tekmi. Tule bodite zdaj pozorni na tole komolčenje. Hop, udarec v obraz s komolcem. Rumeni karton ali bolj rdeči? Najprej Darko iz strokovnega vidika. Ja, to se pravi, najprej vidimo, da napadalec ima posest žoge, prodira proti vratom, borba za prostor in branilc seveda se z njim želi boriti za žogo, kot vidimo tukaj. Med njima pride do kontakta oziroma napadalec dela nepravilen prekršek, dela ga, to se pravi, vidimo z roko spet s komolcem v obraz ali v glavo in ponovno je pomembno, to se pravi, ko govorimo, da bi govorili o izključitvi v rdečem kartonu, to se pravi, sodnik mora videti, da je tukaj šlo za brutalnost, da je šlo za nasilno igro, ta komolc, da je, to se pravi, ogroža varnost nasprotnika in v takem primeru rečemo, igralec mora biti izključen. Iz tega posnetka temu ni vidno tako, no, da bi šlo. Vedno imamo pa ampak če bi ga recimo izključil, bi bila to napačna odločitev? Ja, glede na posnetek, ker ne vidimo, se pravi, iz tega, kot vidimo, težko rečemo napačna odločitev. Seveda, morate vedeti, da ene dogodki na tekmah niso vsi črno-beli. So mejne zadeve in morate vedeti, da to, se pravi, je v domeni presoje sodnika. Kako je v kakšnem položaju on, kako vidi določeno zadevo in potem njegova odločitev, ki jo potem tudi obrazloži, zakaj je temu postopal kot je.
ampak iz tega konkretnega primera težko rečemo, da gre tukaj za nasilno igro, za eno brutalno. Je bil var? Ni bilo vara. Zame je rdeč karton. Ja, predvsej bližje se je tudi meni zdelo. Da, nisi pa mogoče opazil, da je Vošnik dobil še brco. Opazil sem, ampak to se je, mislim, da vendarle zgodilo slučajno, zato nisem želel še dodatno obremenjevati tu Mula Husejnovića. To napadalec ponavadi naredi, ker je nervozen. Zgubil je žogo, nervozen in pol eno in drugo. Meni sta bila oba zelo podobna. In od Kolija in ta od Mula Husejnovića sta mi bila zelo podobna. Udarca lahko bi prišlo seveda tudi do izključitve. Ampak pridemo pa spet do dveh zelo visokih napadalcev. Njuni komolci so že a priori potem malce višji. Kako sem jaz videl, je tu vseeno namerno. Ker on je videl, da gre igralec. Ker je podaljšal roko. Zdaj se pa strinjam, da sodniku ni bilo lahko videti. Ne, ja pa namerno ali ne, sodnik ocenjuje, hočem reči, samo intenziteto pol tega kontakta. In zdaj, ali je za njega zadost, da gre preko meje, to se pravi, da gre za nasilnost, da ga pač izključi, oziroma ne gre, še ni zadost in se zadovolji pač z rumenim kartonom. Zdaj pa še zadnja situacija, ki sem jo pripravil. Tu gre, oziroma tu bi si želel z vaše strani bolj pojasnilo, kdaj prednost da ali ne, kaj ti gre res za zanimivo situacijo. Tu bomo videli zdaj prekršek nad napadalcem Mure, potem pa je žoga prišla mislim, da do Horvata, ki je bil vendarle potem, ko je bila, mislim, da puščena prednost, sam in je že lahko odločal o tem, kam bo dal žogo. Tu ga nasprotnik ni oviral, vseeno pa je potem Nejc Kajtazović zadevo vrnil, dosodil prosti strel, izpostavljamo zato, ker je potem po tem prostem strelu Mura prišla do izenačenja in seveda ni nepomemben dogodek na tekmi. Kdaj prednost da ali ne, kajti tu vidimo, da je bil Horvat sam, ko se je že lahko odločal, kam bo v nadaljevanju akcije žogo poslal. Ja, najprej, če se navežem na definicijo prednosti oziroma kdaj sodnik dovolj prednost, to pomeni, ko ekipa naredi prekršek in to nekrivo moštvo pride, to se pravi, lahko rečemo v naslednjih momentih igre, v naslednji fazi igre, do ene obetavne akcije, do enega obetavnega napada, takrat dovolj prednost. Dovolj prednost na način, da pokaže znakom, z roko in pa tudi z glasom, zato da igralci, ki so okrog njega oziroma na igrišču, da ga slišijo, da je dovolj prednost. V tem primeru tukaj sodnik ni pokazal prednosti, to se pravi z roko, da je dovolj prednost. In je dosodil prekršek z malim zamikom, ker pa seveda sodniki imajo to možnost in niti nima piščalke v ustih. On je šele, res je. In je z malim zamikom takoj dosodil ta prvotni prekršek, ki se je zgodil. To se pravi, niti ni pustil oziroma nakazal z roko, da je pustil prednost. Tako da tukaj je spet... Jaz mislim, da je pravilna odločitev za tega, ker on je igral s prve. Da je on sprejel žogo, povedal, je že konec. Ker pa je igral s prve, je pa on lahko vrnil. Mislim, da je to odličen občutek sodnika. Ja, sodniki imajo navodilo, seveda, da lahko vrnejo, se pravim, tudi ko spusti prednost, pa da prednost ni izkoriščena, da vrne prvotni prekršek. Mislim, da je to dober občutek sodnika. Dobro, potem smo na pravi način razčistili situacijo, čeprav je imel torej Murin nogometaš pravzaprav prosto pot za podajo. Ampak, če bi sodnik pustil prednost, kaj pa teoretično, če bi šlo tu, vi pravite, da sploh ni šlo za prednost, da je šlo za zamujeno malce kasneje dosojen prekršek, če bi šlo za prednost, kdaj potem se ustavi? No, ko sodnik enkrat dovoli prednost in potem, ko pride do napačne podaje česarkoli, prednost je bila puščena. To se pravi, takrat več sodnik ne more vračati nazaj prekrška, ko je prednost bila že enkrat dovoljena in izkoriščena. Okay. Hvala lepa za pojasnila. Hvala lepa za družbo. Mi gremo naprej tudi na najizjavo zadnjega tedna. Tokrat sva z Dejanom seveda vključila tudi našega kolega, ki se je v bistvu kar sam malce izpostavil tudi že z vprašanjem in dobil zabaven odgovor. Poglejmo si na izjavo.
Zdaj, še pred nekaj časa ste bili pravzaprav že nekako, rekli smo, tretji vratar, tudi počasi ste se selili med trenerje, zdaj pa spet nazaj na igrišče na dveh zelo težkih tekmah in nekaj odličnih obramb. Malce nam povejte o tem, kako se je bilo zdaj takole na hitro vrniti v tekmovalni pogon, predvsem pa na tem res visokem nivoju. Ja, med trenerje se definitivno še nisem selil, tako da zaenkrat se počutim na golu res odlično, uživam na golu, tako da vsako priložnost, ki jo dobim, probam maksimalno izkoristiti, vsak trening in mislim, da še nisem za v penzijo. Najlepša hvala in se absolutno strinjam. Ja, zanimivo je bilo tole Jaka, no in Jaka se je tu pogovarjal z Matjažem Rozmanom, Jaka pa je zdaj tudi v studiu, jasno sledi Fantasy Kotiček. Jaka, kako zadovoljen si bil v tem tednu, predvsem s svojo ekipo? Bil sem kar zadovoljen, ampak najprej mislim, da še eno, recimo temu, upravičilo. Res nisem želel Matjaža pošiljati v penzijo, napačno sem interpretiral tule eno debato v oddaji Pod prečko, se zgodi, vsi delamo napake, no in Matjaž enkrat še na čim več odličnih tekem o vratih Celja. Če pa gremo torej na fantasy, zdaj je konec jesenskega dela in seveda tudi zaključek je bil zelo zanimiv. Za nami so tekme, ki so prinesle dvojni krog Olimpije, o tem smo se nekoliko pogovarjali prejšnji teden in pravzaprav ni čudnega, da so na vrhu tisti, ki so zbrali največ točk v zadnjem krogu, nogometaši Zmajev. Goran Milović zadetek na tekmi s Celjem in potem čista mreža proti Radomljam, 16 točk, Mustafa Nukić zadetek z 11 metrovke proti Radomljam na drugem mestu, potem pa Jan Repas, Tamar Svetlin, prav tako strelca v tem krogu in nekako na tretjem mestu te lestvice z 11 točkami. Zdaj seveda, ker je konec dela, je prav, da izpostavimo še tiste, ki so skozi celotno jesen najbolj pridno zbirali točke. Absolutno je tudi v fantasyju tako, da tisti, ki je najboljši na igrišču, je potem ponavadi najboljši tudi po točkah. Maks Barišić 125 točk, številni njegovi zadetki in jasno, potem se te točke nabirajo. Potem pa Gregor Sikošek, izjemno dober zadnji del sezone za Maribor, slišali smo prej med oddajo veliko število tako imenovanih clean sheetov in to se potem odraža tudi na točkah. Prvi del sezone pa je tisti, v katerem je te iste točke za čiste mreže zbiral Vanja Drkušič in je torej na tretjem mestu po tem, kako je bil uspešen. Zdaj, kar se tiče nadaljevanja naše sezone oziroma tistega, kar še sledi, jasno, najprej moramo pogledati, kaj je uspelo nekako napovedati vašemu strokovnjaku v tem prvem delu mojih napovedi. Nekako sem tele tri nogometaše izpostavil skozi naše oddaje. Ognjen Modrinski za 3 napovedane tekme 18 točk, pa potem Marko Božič 11 točk in pa Ivan Božič 8 točk. Nisem ravno blestev, nisem pa bil tudi recimo katastrofalen, tako da si bom dal eno tako trojko od 1 do 5. Absolutno pa se potrudim v nadaljevanju, da še mogoče najdem kakšnega boljšega zbiralca točk, kot so bili tile trije, ampak vsaj za Ognjena Bodrinskega mislim, da sem kar zadev. Zdaj pa kar se tiče seveda še, ker je konec jesenskega dela, tudi najuspešnejših fantasy menedžerjev, torej tistih, ki tudi doma pridno napovedujete igralce in zbirate točke. Na prvem mestu ekipa Viska, našega komentatorskega kolega Tima Obreza, ki mu na tem mestu čestitam za naslov jesenskega prvaka. In potem tudi velja izpostaviti Tino, torej tudi dekleta odlično očitno spremljajo dogajanje v prvi ligi Telemach in tudi dobro zbirajo točke. Potem takole naprej, ko grem po lestvici, na 12. mestu najdete mojo malenkost, potem pa na 30. mojega starejšega, izkušenejšega kolega, ki je malce zaostal. Tule sem dodal še Burjo z Krasa. Miha, tvoja ekipa oziroma njen status nedorečen, kaj se dogaja? Status quo, vse bo jasno v pravem času. Definitivno se okrepimo za drugi del sezone. Dejan, mogoče, oziroma predvidevam, da bi še rad kaj povedal? Ja, ponavadi te malce pičim. Moram še enkrat povedati, da sem začel igrati krog kasneje kot ti, tako da teh 50 točk bo po mojem mnenju do konca sezone majhna malica, tako da te bom prehitev, vsaj trudil se bom. Te moram pa pohvaliti, kajti v tem krogu nisi sicer gledalcem rekel, naj Gorana Milovića postavijo v ekipo, si ga pa sam nekje izvohal, postavil v ekipo in videl sem, da je bil celo najboljši igralec tega kroga po številu osvojenih točk. Ja, recimo lahko se vprašamo, kje za vraga si našel branilca Olimpije, ki do tega kroga ni dosegel še nobenega zadetka, zdaj pa ga je.
tudi sam že dolgo časa igraš angleški fantasy in iz tega izhaja tudi najina ljubezen. In veš, da osrednji branilci na vsake toliko časa dosežejo zadetek. In na ta algoritem si zdaj stavi. Šesti čut, Milović slej kot prej, velik je 2 metra, ga bo že zabil, včasih se v življenju pač stvari posrečijo. Ja, čestitke, Jaka. Hvala. Ja, še bo zabavno, sploh v drugem delu sezone. Nismo mogoče v prvem delu ničesar rekli tudi o dobrih nastopih in pa pomembnih nastopih Mure v evropskih tekmovanjih. Zmaga proti Tottenhamu, neka češnja na vrhu torte. Mora zdaj Mura tudi v bodoče te ambicije držati na tej najvišji ravni? Zdaj na prvo žogo, ko tako gledamo, mi, ko smo ambiciozni, ko ljudje mislijo, bi rekel, ja, pa mora nadgraditi zgodbo. Vendar Mura spet naslednje kvalifikacije zgubi, spet proračun pade in si spet tam, kjer si bil. V slovenskem prostoru je tako težko delovati, da bi ti nadgrajeval zgodbo iz leta v leto, ker si odvisen od ene stative, od ene prečke, od ene zmage, tako da je tako nepredvidljivo za vse in potem seveda ljudje zelo hitro to analizirajo, ker vedo več in potem seveda izpade, da je to neuspeh. Želimo jim vso srečo, ker vem, kak je to, ko si odvisno od ene stative, ene priložnosti, ki jo daš ali pa ne daš, da bi klub šel potem s koraki naprej. Teda slovenski prostor ne pred. Bile so ene stative tudi pri Muri na začetku prvi evropski tekmi, če se ne motim, na gostovanju, pa se potem zgodba doma povsem drugače obrnila. Zlatko, pravite, ljudje vedo več, zagotovo vi veste zelo bistveno več kot pravzaprav tudi mi dva z Dejanom. Kdaj je pravi moment za Anteja Šimundžo, da sprejme neki izziv morda iz tujine? Je to že letošnja zima? Je to po koncu sezone? Takoj. Ker zgodba ne more iti v gol, zaradi tega, ker enostavno od kvalifikacije nisi prvak. Ti moraš biti prvak v slovenskem prostoru, da bilo kaj lahko pričakuješ od Evrope. Zdaj Mura je že od zadaj prvak, se ve, kdo bo, ne? Ali bo jasno. In potem je nemogoče priti v kakšno zaključni del ali pa to ponavljati, ne? Enostavno potem dobiš, zdaj je možnost, ko si na vrhu, odideš in se mi zdi najbolj prav. Se pravi, mogoče navijači Mure zdaj se ne bo strinjali, vendar mislim, da če ima ponudbo, pa mislim, da ima in to treba izkoristiti. Preden se posem za konec dotaknimo še reprezentance, me zanima, Amir, Zlatko je dejal, ve se kdo prvak Maribor, kaj vi menite? Tako, jaz bom rekel, moj tihi favorit je Koper. Pač že zato, ker pač poznam ljudi, ki vodijo klub, vem, koliko vlagajo, vem, kakšni so, kako so emotivno vpeti v to. Če je Maribor prvak, je to nekaj normalnega, ne? Tako da jaz rečem Koper, pa upam, da se mi bojo pač besede uresničile. Tako da jaz bom rekel Koper. Njemu je težje, ker za vsemi dela. Ampak je vseeno ponudil odgovor, kar moramo ceniti. Najbližje dom. Tako, to pa je res. Zdaj pa še, kot obljubljeno, beseda dve o reprezentanci. Zlatko, neizbežna tema, predvsem za vas, najboljši strelec v zgodovini, izbrane vrste, morda kako ste pospremili zadnji ciklus. Slišali smo v naši prvi oddaji tu direktorja reprezentanc Mirana Pavlina, dejal je, reprezentanca mora imeti više cilje, zanje 4. mesto, neuspeh. Kako ste vi pospremili zadevo in potem kasneje v nadaljevanju tudi podaljšanje pogodbe z aktualnim selektorjem? No, kot prvo, da ima reprezentanca više cilje, vse jih ima. Vse ni to bil cilj reprezentante biti 4. Ne? Ampak v teh kvalifikacijah, po tem covidu, je za slovensko reprezentanco prišlo eno obdobje, katere že naša reprezentanca v 4 dneh težko igra 2 tekme. In v tem ciklusu je igrala pa 3. In točno tisto 3., katera je najtežja, se pravi prva tekma, fantastična tekma, zmagaš Hrvaško, presenečenje, zelo dobra tekma, v Rusiji zelo dobra tekma, nesrečen poraz in prideš potem, ker imamo mi velik problem za fiziko, tako za fiziko kot samo tako, kot tudi mentalno fiziko, zelo velik problem. Imaš tekmo na Cipru, v popoldanskih urah, brez gledalcev, kjer pa ni dovolj samo priprava trenerja na tekmo, ampak tudi vsakega posameznika. Ker trener te in motivira, in te pripravi, in naredi strategijo, in vse, vsak posameznik, tisti del je pa manjkal.
Ne? Tako da in biti selektor trenutno v slovenski reprezentanci je vse prej kot lahko. Ker ti imaš eno reprezentanco v septembra, drugo oktobra. Mala baza, 2 poškodovana, en ne igra, tretji bolan, je druga reprezentanca. Druga reprezentanca in to s temi problemi se bo vsak selektor v Sloveniji se bo obadal. In trenutno, kar mislim pa, da je za naprej največji problem reprezentance je, imaš te igralce, ki jih imaš, druge plus pa minus, imaš ali pa nimaš. Ne? Se pravi, ti so verjetno najboljši, pa sigurno najboljši. Vendar so ti isti, ki gubijo vsake kvalifikacije. In to ti greš s poraženci. Pa ne glede na imena velika, ki so. S poraženci greš v kvalifikacije. Torej bolj zagovarjate nekakšno osvežitev igralskega kadra? Ne zagovarjam. Jaz samo probam pogledati, kakšno delo, težko delo ima selektor slovenske reprezentance, pa ne glede, kdo je. Seveda imamo selektorja, ki ima velik CV in tako je tudi prav, ker naša reprezentanca je velika reprezentanca. Govorim glede na bazo, glede na vse, glede na to, da smo bili na 3 tekmovanjih in ne more biti bilo kdo selektor reprezentance. In mislim, da je Matjaž je veličina slovenskega nogometa in z veličinami se ne pospravlja kar na bilo kakšen način. Mislim, da je to edina pravilna poteza nogometne zveze. Vseeno, on ve pot, če bo uspelo ali pa ne, pa je odvisno od ogromno faktorjev. Jaz sem samo hotel približati malo, s kakšnimi problemi se ukvarja selektor reprezentance, ne glede, ali je to Matjaž ali je kdo drugi. Kar nekaj reprezentantov, praktično ogromno reprezentantov Amer je tudi pod vašim okriljem. Kako so oni dojemali vse skupaj? Zagotovo ste se slišali, kaj videli morda na kakšno večerjo. Recimo, če gremo, tako kot je Zlatko začel, v tistem super uspehu na prvi tekmi, potem je pa bila neka luknja vmes, na koncu se je spet malce zadihalo, popravilo, recimo kozmetično, teoretično se je iskalo celo v nekem momentu priključek k drugemu mestu. Kako so oni dojemali vse skupaj? Da, rečemo neuspeh. To, kar jaz govorim s fanti, kar jaz vem, se pravi, fantje pravijo, da se dela dobro, da je klima v reprezentanci, da je zelo dobra. Res je, zmanjkala je potem mogoče tista nijansa, tista nitka na tisti prelomni tekmi, ko je rabilo mogoče dati v 5. prestavo, pa se ni. Ampak to, kar meni fantje pravijo, je pač klima v reprezentanci je dobra. Jaz tudi mislim, da ta izbor fantov, ki je, ne verjamem, da imamo boljše. Selektor dela po meni zelo dobro. Tako da jaz tu, bom rekel, sem dokaj pozitivno nastrojen. Treba pač ustrajati po tej poti. Treba nadaljevati v tem ritmu. In jaz pravim, če bomo ustrajali, sigurno se bo tudi nam mogoče posrečilo uvrstitev na veliko tekmovanje. Tako da jaz ne vidim neke velike tragedije, nismo zdaj mi Francija, Brazilija, Portugal. Tako da treba biti pozitiven, treba verjeti v fante, treba verjeti v selektorje, treba verjeti v nogometno zvezo, mislim, in iti naprej. Mislim, ni najlažje kritizirati, najlažje je pljuvati. Ne, smo majhni, ampak dajmo probati. Mislim, zdaj pride novi ciklus, se pravim, šanse bojo, treba iti naprej. A hitro mi padamo v neko melankolijo, prehitro, glede na našo bazo, na naše vložke. Padamo naenkrat v neki, da vidimo več izhoda, negativna energija, potem sama negativna proti posameznim osebam, ki so marsikaj naredili. Ni potrebe, zaradi tega, ker fakti oziroma kaj predstavlja slovenski nogomet v evropskem nogometu je fantastičen glede na vložke, glede na bazo, glede na pač vse to, kar na slovenski nogomet je. Če bi 2 milijonska država bila z drugim imenom, bi mi danes vsi z občudovanjem to govorili. Imaš 3-krat ali pa 5-krat, 6-krat, 7-krat so bili klubi v zaključnih, se pravi skupinah, 3-krat reprezentanca, to so nori uspehi. Če bi mislili nekdo, da bomo mi to ponavljali non-stop, je nemogoče. Smo majhni, ampak ni tako tragično, ni tako črno, kot se to hoče navzven prikazati. In liga je dobra, reprezentanca je dobra, kako se bo to zdaj čulo navijaško, ampak treba ustrajati na tej poti in tako, kot je rekel Zlatko, mi nismo Francija, nismo zdaj Brazilija, da ti moraš vsakič iti na veliko tekmovanje. Pač
Delaš za to, če se zgodi dobro, če pa ne, ni tragedija. Pač smo majhni, ampak treba pozitivno. Ambicioznost in pritisk je eno in pravilno, da je vendar, ko se črta povleče, vseeno veš, kdo si in kaj si. Ampak ko se črta potegne, do takrat pravilno, ne vem, ambicije, visoka letvica, kritike tudi, ampak te kritike so že malo neokusne, glede na bazo, ki jo imamo. Torej, pozitivne misli za konec naše nocojšnje oddaje, Miha. Skorajšnji konec, ker bomo še enkrat seveda vsem skupaj predstavili naše predloge za zadetek 3x2nv.si, kjer lahko glasujete za naslednje zadetke. Boači za trenutek, vendarle se je rešil, napadal ga je Jakobsen, to da zdaj Jakobsen do žoge. Še vedno Jakobsen, leva podaja na levo stran, priložnost za Celjane, ima Svetlin in gol. 1-1, Tamar Svetlin. Sicer njegov tretji gol v tej sezoni, takole, poglejte, Jakobsen, krasna podaja na levo stran in potem Marandič. Larti, poglejte, kako močno piha. Briški poizkuša, kakšen gol. Tule je Briški, poglejmo še enkrat ta njegov zadetek. Tule je Božič zlahka zapravil žogo. V Ljudskem vrtu. Priložnost za Repasa! Zadetka glede na videno v tem predvsem drugem polčasu. Poglejmo še enkrat, Milec to podajo. Razčistil je Vuklišević, ki je igral sijajno. Zdaj povsem upravičeno osredotoča samo na obrambne naloge, nevarno in gol! Žoga je v mreži, kakšen zadetek zdaj na zadnji dirki Formule 1. Vseeno strel s kar precejšnje oddaljenosti z leve strani. Tole je še biografija Markosa Tavaresa. Na našem Facebook profilu in pa na Instagramu so kolegi iz spletne redakcije pripravili nagradno igro za vas. Legenda Maribora definitivno. Zlatko, se še spomnite prvega snidenja z Markosom? Predvidevam, da prav gotovo. Ja, zelo zanimiva zgodba. Res je, fant je prišel na probo. Tak približno izgledal kot jaz zdaj trenutno. Se pravi, totalno nešportno, ampak se je videlo, da ima nekaj posebnega. Se je videlo, da ima nekaj posebnega, enostavno je imel dotik za žogo, razmišljanje, predvidevanje, ki v slovenskem prostoru ne moreš videti. In potem smo mi malo to, krožnike smo malo zmanjšali, povečali delo in to šlo dobro. In je postal najboljši strelec v zgodovini slovenske lige. Kaj pa, kar se teh zadetkov tiče, kateri vam je bil najlepši? Ni dvoma, Tamar Svetlin. Aha, Zlatko. Je pa tudi rekel, ni dvoma, pa ne vem, če misli na ta zadetek. Mislim, da se ne strinja z mano. Je rekel vseeno zadetek Taborja, ne? Ja, pa razumem. Jaz pač navijam za svoje. Torej, Briški in najboljši gol Maribora, najlepši pa Tabor. Bodo pa pravci in gledalci odločili na koncu, kateri je najlepši. Na naši spletni strani moram ti pa reči, da navijači Sežani, ki so tekmo gledali po televiziji, še danes srkujejo od smeha, ker si zadetek pripisal Buri, oziroma zelo veliko vrednost Burje v tem zadetku. Aha, dobro. Miha, ti si iz Sežane, pa si verjetno ocenil, da burje ni bilo. Če bi spremljal let žoge, ki je prihajala do sredine igrišča, bi videl, kako jo je v zraku zaustavilo. Vendarle sem jaz iz Celja, ti iz Sežane. Ja. Vsak je videl drugače to tekmo. Ja. Kako pa bomo videli dogajanje v Ligi prvakov Champions League? Danes žreb parov, žreb dvakratni. Za njih bomo pokomentirali tale drugi žreb, ki je na koncu uspel. Prvo se je nekaj zapletlo, kroglice niso recimo sledile temu planu, ki je bil predstavljen in je potem moralo vse skupaj biti ponovljeno. Videli ste, torej Salzburg, Bayern, Benfica, Ajax, Atletico, Manchester United, Inter, Liverpool, pa Sporting, Manchester City, Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus, PSG, Real Madrid. Zdaj medijsko približno vemo, kaj je tule najbolj atraktivno. Zlatko, kaj bo najbolj zanimivo iz vidika recimo stroke, trenerja, taktike, ne samo cirkus na vzven? Ja, zelo. Če gremo že Atletico, Manchester United, pa Inter, Liverpool, Paris, Real Madrid je tudi medijsko
najbolj zanimivo. Tako da ja, to so take nijanse. Res dobri pari, odlični pari. Enkrat, ko res skozi skupino, ne glede koga dobiš, je vojna. Amir, vi si verjetno radi tudi v živo ogledate kakšen ta dvoboj Lige prvakov. Ja, grem. Kadar je šansa, kadar je možnost. Zdaj sicer s to korono bolj manj, ker nisem se še cepil, ampak grem. Pa imate kakšen klub, ki ga v Evropi posebej preferirate? Ponavadi ljudje iz obale vas vleče na Italijo. Mi na obali smo dosti vezani na Italijo, to je res. Ampak zdaj tako tle, če gledam... Ker Miho recimo vleče na Italijo. Ja, res je. Mi smo vezani ful na Italijo, ampak meni, bom rekel, najlepši nogomet igrajo Španci. Tako da jaz sem bolj navijač španske lige in španskih klubov. Zlatko pa verjetno tudi, ampak še bolj osko, verjetno madridski Real. Tukaj sta dva kluba z Lizbone, če pa bom šel, pa mislim, da bom šel, pa se ve, Madrid. Ja, to je to, pravzaprav za današnjo oddajo. Spet smo porušili en rekord v dolžini, ampak vsaj meni se je zdelo vse skupaj izjemno hitro. Takšne goste bi radi gostili še kdaj. Iz tedna v teden. Definitivno. Hvala tudi za povabilo. Prijetna družba, zanimiva debata. Mislim, da takšnih debat vsi pogrešamo v slovenskem prostoru. In mislim, da tudi za tem bi lahko s takimi debatami slovenska javnost se malo tudi obzorje razširilo in je več kot potrebno in čestitam tudi na ideji. Hvala Zlatko, hvala Amir. Gremo naprej, samo pozitivno, čestitam tudi vam za oddajo, jaz sam jo stalno spremljam, zdaj sem prvič tle, tako da kapa dol, res super oddaja in moj moto, pozitivno gledati na stvari, gremo naprej in to je to. In prava reklama tudi za prihodnji ponedeljek, ko bomo znova skupaj, torej na Sportklubu ponedeljek zvečer ob 20. v oddaji Pod prečko. Lahko noč.